In če ta moja moč v življenju ni konstruktivna, da dela nekaj konstruktivnega, dela nekaj destruktivnega. To je absolutno. Ta mer, po katerem tako hlastamo, hrepenimo, res tisto, kar je, ne. Jaz mislim ravno tam vsem temi učnimi načrti, sledenju teh učnih načrtov, se mi zdi, da to nekako ukukalupi, ne, tako da bi lahko že računalnik dejansko to proizvajal, kar proizvajajo učitelji, ne. Nimajo več te svobode, ne, in to obdobje pomeni dolgočasje, ne. To je pa za človeka strup. In tam je bilo pri moških, ko vprašam, ne, kako to, da ste pristali v tej komuni, ne, in zmeraj vsi so rekli isto, ne. Starši so mi dali vse, kar sem rabil. In mi smo osredotočeni, današnjo družbo, ne, mi imamo ogromno anksioznosti, ogromno tesnobe. Zakaj? Ja, ker preračunavamo. In to je glavno vprašanje, a se mi splača. Ladies and gentlemen. To je to. Vtic vidic. Ja, Jernej, Pozdravljen. živa. Ej, the best mi je, da si tle. Sva imela že par debat, a ne? Ja. 1 na 1, pa več ali manj dosti vidva, bi rekel eye to eye po angleško. Glede življenja, koliko je smisel pomemben, ti si tudi konec koncev logoterapevta, ne? Terapija s smislom. Ja, to je ta razlika med modalitetami drugimi, psihoterapije oziroma psihoanalize je boljši izraz, kjer se pomaga ljudem ravno tem razumeti, kaj se dogaja, predvsem pa korake. In logoterapija se razlikuje potem, ker v osnovi ne izhaja iz psihologije, ampak iz filozofije, iz eksistencialne filozofije, eksistencialne psihoanalize, kjer se ukvarja s tem, s 5 vprašanji naključja, zakaj se mi dogajajo naključja, neskončni boj, mi vedno trpimo oziroma se borimo. Potem ukvarja se s trpljenjem, s krivdo in smrtjo. In tu so teh 5 elementov, ki tudi nas zmeraj nekam premakne, zmeraj nas nekam porine, nas da v neko stanje, kjer potem iščemo oziroma se ne najdemo ali pa se najdemo, ne. In tu je teh 5 vprašanj, katerih se ljudje tudi vede ali ne vede, si jih nekako naslavlja. Zakaj se ravno meni vse to dogaja, zakaj moram toliko trpeti, zakaj glih zdaj, zakaj ne prej, ne, in tako naprej. Teh zakajev je tisoč, no. In ravno predvsem tem, ne, večkrat, ko se kaj vprašamo, zakaj se meni to dogaja, je odgovor, zakaj pa ne ravno tebi, ne. Kakšen imaš dober razlog, da tebi se pa to ne bi smelo dogajati? Ja, zato ker jaz si želim mir. Ja. Zdaj pa nimam mir. Ja, ampak ravno ta mir, ne, ali je res ta mir, po katerem tako hlastamo, hrepenimo, res tisto, kar je, ne, ker človek ni narejen za mir, ne, za tisto mir, bi rekel, večkrat imamo predstavo ljudje, kako samo je moj cilj, da bi sedel na obali pa lovil ribe, ne, tistega dalmatinskega ribiča, ne, da to pa je to, ne. Ne, človek je narejen, da je v gibanju, človek je narejen, da je v nekem boju konstanten, da se za nekaj bori, za nekaj žene. Ker to je že v osnovi človek narejen, ne, se ni bil narejen sem zato, da je, pa se vse pride k njemu, ne, on mora loviti, že z tega vidika, ne, in tudi če gledamo celo zgodovino človeka, vedno se mora nekam gibati, se nekam boriti, se nekam premikati. Tudi če gledamo religiozno, ne, so to romarji, ne, kaj romanje pomeni, da se premikam, da nekam grem proti nečemu, ne, kristjani imamo to, da gremo proti nebeškemu Jeruzalemu, se pravi proti nebesim, da se je temu proti zveličanju, nekdo drug proti nečemu, v glavnem vsem tam je zapisan ta boj, ne, in ravno tudi Viktor Frankl kot pod logoterapija pravi, ne, da ni za človeka dobro homeostaza, ne, to pomeni samo, da sem. Tudi ta vzhodne religije veliko dajo poudarek na to homeostazo, da sem povezan sam s sabo, da samo sem jaz. Ampak Frankl pa razločuje, Viktor Frankl, ne, ki je dal tudi taborišča, čez vse skupaj govori iz prakse, pravi pa ravno vsem tem, ne, da človek je v nekem stanju napetostnem loku. In tudi, če vidimo družina, ne, pravijo, poznamo zgodbe, ko se je vse umirilo, so se pa zgubili, ne. Te pa vse imajo, zdaj so pa propadali in tako naprej, ne. Tako da, Kar se danes dogaja. ja, tako da je potrebna ta napetost, ne, in potrebno je trpljenje. Mi smo pa danes družba, ki imamo ničelno toleranco do trpljenja, zavračamo vsako trpljenje, zavračamo vsak boj, vse bi radi, da bi bilo pred nami, vse bi radi, da bi bilo ugodno, lepo, prijetno. Udobno. Tako, ne, ampak ta stremljenje po udobju, ugodju je za človeka nekaj najslabše, kar je, ne. Jaz ravno izhajam iz tega svojega primera, mi je večkrat zanimivo, ko sem dal modrostne zobe ven in potlej itak nekaj bila dieta in kaj, ampak meni je pa cuker pasal, ne, in jaz sem tam malo v Izaku, ne, sem vse čokolade pojedel, bombone, meni je cuker ne dišal, ne.
Pa me kliče drug dan sestra, kako je, kako ukrevam. Sem rekel, super, sem sladkor, mi pa blazno diši. Prav ne samo sladkor, ne. To je najbolj škodljivo, kar je zaradi bakterij, se lahko in pride do vnetja in vse skupaj. Ne. In ravno to, ta udobje je v bistvu zame vnetje, ne, za moje življenje. To ugodje, udobje, po katerem strmim, je vnetje. Ne. Ker tudi človek, če gledamo, ne, človek se vedno giba med dvema poloma, med pomanjkanjem in med dolgočasjem. Ne, in to udobje pomeni dolgočasje, ne. To je pa za človeka strup. Ker dolgočasje kaj prinaša človeku? Dolgočasje prinaša agresijo, odvisnosti, depresijo. Ne. To so 3 logične posledice nečesa. Ne. Ker tudi Viktor Frankl, on je živel v začetku 20. stoletja, on je bil predstojnik psihiatrične klinike na Dunaju, on se je ukvarjal s samomorilci. Predvsem tem, zakaj ljudje delajo samomor, ne, se ukvarjal. Ne. In je ugotovil, da ne zaradi tega, ker bi jim bilo premalo udobno in ugodno, niti ne zaradi tega, ker bi bili premalo se v družbi uveljavili, ne. Tudi ljudje na visokih položajih delajo samomore, ne. Ampak predvsem zato, ker nima smisla, ne. Tako da ni tisti glavni odgovor, ne, da je premalo udobja, ugodja, ampak da je pomanjkanje smisla. In tukaj človek potrebuje, ne. Človek ne dela samomora zaradi česarkoli, ampak ker nima smisla, ne. Zakaj pa bi, ne? In tudi danes imamo to so že napovedovali v drugi polovici 20. stoletja, so povedovali, da bo največji boj, ki ga danes bijemo, je smislom. Zakaj bi jaz vse to? Kam ima vse smisel vsemu temu in tako naprej, ne? In tu so ta vprašanja, ne, kaj je smisel vsega skupaj. Ja, si odprl ful tem, tako. Ja. Že unih 5 zakajev sem dobil vmes smisel, da greva enega po enega. Se mi zdi, da tako, če je tu teh, ki se vsi z njimi soočamo, dajmo jih malo bolj definirati, razširiti pa predelati. Ampak najprej bi te vprašal, ne, kaj je tvoj zakaj, tvoj smisel, zakaj ti biješ bitke, trpiš, greš čez življenje na način, kot trenutno greš. Narediti, ne, v človeku je, ne, življenje je kot ena reka pisem. In tisto pismo, ki ga vzamem, povabljen sem, da odprem to pismo, ne, in to pismo je zame, ne. Tisto pismo na drugi strani brega verjetno ni zame. Verjetno je zame tisto, ki pride k meni. In to so te naloge, ki jih imam sproti, ne, ker najtežje vprašanje se večkrat čalim, ne, ko pridem takole na intervju pa vpraša nekdo, kaj je smisel življenja, ne. To je pretežko vprašanje, ne moremo odgovoriti na mah, kaj je smisel življenja, ne. Tudi tukaj, ne, kaj je moj zakaj, ja, se iz dneva v dan se kaže, ne. Zdaj, danes je moj smisel zagotovo tukaj, da s tabo imava čudovit pogovor, da imajo tudi poslušalci, nekaj od tega gledalci, nekaj od tega podcasta, in da se nekaj spremeni, ne, da se nekaj obogati, da nekaj pride, da nekaj, bi rekel, ponotranim in tako naprej. In to je zagotovo zdaj tu moj smisel in to je moj zakaj. Zakaj, da bom lahko nekomu nekaj podaril, ne. Potem, ko gremo od tukaj, ko sem odpravil, je moj smisel zagotovo, ko sem dijakon, ko krščujem tudi, da bom krstil eno punčko. Potem naprej, ko se bom vrnil domov, je moj smisel, zakaj, da bom svojo družino, da bom v polnosti z njimi, ne, od trenutka do trenutka, ne. Je pa potlej pa sigurno daljnosežno, ne, kaj pa je tisto, kaj je moje, ja, zagotovo je, da živeti svoje vrednote, ne, da nekaj dati, ne. Ne se samo zadovoljevati, ne, mi imamo težavo, da se danes samo zadovoljujemo, ne. Da se ne darujemo. In tle je... In kaj je ta širši, daljši, te vrednote tvoje, ta zakaj? Ja, moje vrednote predvsem, da biti svetilnik, ne, da biti zgled svojemu sinu, predvsem pa tudi širši družbi. Da pokazati neko pot, ki ni osiromašenje, ki ni izkoriščevalska, ampak pot nekega lepega življenja, ne. Tako da tukaj, ne, tudi, ne vem, ko se v svojem življenju, ko se sprašujem, ne, meni je bilo, ne vem, take 2 mejnika sta bila, zelo pomembno je bil samomor mame in potem tudi smrt oziroma izguba očeta, ne, ker je bil tudi zelo prisoten alkoholizem, tudi zaradi ciroze jeter potem umrl. In ravno te 2 mejnika, se pravi samomor pa alkoholizem, ne, in pa si rečem, zakaj je bilo meni tega treba, zakaj sem jaz to mogel doživeti in tako naprej, ne. Ampak potem vidiš, ne, s časom se pokaže, bi rekel, smisel, ker mi smisel, mi ga ne ustvarjamo, ne, mi ga iščemo, ne. In smisel se mi pokaže, takrat ni ga bilo, ne.
takrat ga ni bilo. Ne. Torej, je bilo nesmiselno. Ja, se Ne. strinjam. Ampak presmisel je tako, da če ga ne vidim, še ne pomeni, da ga ni. Pomeni samo, da ga ne vidim. Ravno tako je, če tole čudovito Kambodžo, ne, vzamemo in jo umaknemo stran in jo ne vidimo, ne gledalci, ne midva, še ne pomeni, da jo ni. Pomeni samo, da jo pač ne vidiva. In tudi pri smislu je ta del. Se pravi, da mora biti potrpežljiv. Brez ihte, ne. Počakati, da se pokaže svoje. Ne. Kar je pa spet lastnost, ki jo danes nimamo. Ne. Da bi... Ja, točno to so dobro. Jaz sem mislil pismo, tale potrpežljivost je kar v Insta svetu nezaželjena. Ne. Vse moraš zdaj takoj hiter. In če ni zdaj takoj hiter, pol se ne da. Pol ni nič vredno, pol je brez veze. Jaz sem pri življenju, rekel, pri tistem zares pomembnih stvareh, ki so izmerili, če lahko eno pesem povem. No? Povej. Pesem je Otto Wimmer je napisal pesem Gosenica. Gre pa takole, pravi, nobene možnosti, 6 metrov asfalta, 20 avtomobilov na minuto, en tovornjak, ena konjska vprega. Gosenica ne ve, kako širok je asfalt, nič ne ve o avtomobilih, nič ne ve o tovornjakih. Gosenica ve samo, da onkraj ceste raste zelenje, čudovito zelenje, morda užitna. Treba je tja čez, nobene možnosti, 6 metrov asfalta, 20 avtomobilov na minuto. Odpravi se s svojimi štrcljastimi nožicami. Odpravi se brez ihte, brez taktike, brez strahu. Gosenica gre in prispe. In tudi ta pesem govori ravno vsem tem, kaj je tisto moje zelenje. To je zmeraj tudi na terapijah, ko imamo srečanja, zmeraj to pesem predstavim. Kaj je moje zelenje? Kaj je tisto, po čemer sem jaz lačen, po čemer hrepenim, po čemer me bo napolnilo. Ki je morda užitno, niti ne vem, če je užitno. Morda užitno, zdi se mi, da pa je tisto zame, da pa je tisto moje. Ampak nobene možnosti, če gledamo, da bi ti zdaj rekel, ne vem, da imam cilj, da postanem najbolj gledan podcast v Evropi, v svetu, kakorkoli po Sloveniji rečemo, pa gledava zdaj, pa si mislila, vse kje pa bova, vse tukaj so že hudi. To ni možno, ja. Pa gor dol, pa se ne da. Pa nimaš ogledov toliko, pa kdo pa si ti, da bojo glih tebe poslušali. Tako, pa oni so že res močni, oni so res hudi, in tako naprej, se sprašuješ o vsem tem, in rečeš nobene možnosti, koliko je ta asfalt širok, Ampak, brez ihte, brez taktike, brez strahu, ker taktika pa strah, taktika pa strah pomeni, taktika je razum, razum preračunava, razum gleda, kako bom jaz to šel, bom tam, pa bom unga gosta povabil, pa bom poskusil na ta način, pa bom tam še probal se povezal v neko partnerstvo, to je ta taktika. Ja, in res lahko iz izkušenj, bi se stavil prvo, da se lahko poistovetim, nisem še izgubil mame pa očeta, ampak je oče doživel možgansko kap 10 let nazaj. Mami smo zdaj izvedeli 2 tedna nazaj, da ima tumor maligen na jajčnikih. In je tako, zakaj jaz, zakaj mi, zakaj se je to zgodilo. In je res tisto, kar te pa povleče ven. Če se očetu ne bi zgodila možganska kap, jaz verjetno ne bi tle sedel. Verjetno bi zmagistriral ekonomijo in bi delal v eni firmi. Veš, v Novem mestu imamo veliko teh firm, oče je bil direktor muzeja, je poznal vse upravne direktorje, nekje bi se že dubil službo, rečva temu. In je pol pripeljalo do Dejana Soterova, tudi poznaš, pol sem z njemu sodeloval in da zdaj imamo za life. In da v bistvu smisel moj pa je, da bi ljudje bili srečni in svobodni. In zdaj, kako ta smisel. Se mi zdi super, kar si prej rekel, ker imaš smisel, ti zdaj tukaj, imaš en smisel. Pol boš šel krstiti punčko, imaš drug smisel. Pol boš prišel domov, imaš tretji smisel. In to je nekaj, kar jaz na mentorstvih delam z najstniki, v bistvu, da mi pogledamo, kaj bi bil njihov smisel življenja. In vedno jaz rečem, nekaj za ljudi. Se pravi, kakšne ljudi si ti želiš imeti okrog sebe, prideš tako, kaj te v svetu moti. Ja, mot me vojne, nespoštovanje, hinavstvo, laži, karkoli, rečemo. In pol, kako bi bilo, če tega ne bi bilo, kakšni bi bili pol ljudje? Ja, pol bi pa ljudje, v mojem primeru pač, ali pa oni rečejo, srečni, ljubečni, svobodni, fajn bi jim bilo, kakšno bi bilo življenje, malo v harmoniji, bolj prijazno, bolj tako, da best, sem rekel. A bi bil to nek smisel, zakaj bi se tebi splačalo zjutraj zbuditi?
In še ni bilo najstnika do zdaj, ki bi rekel ne. Vsak bi tako, ja, skokaj, kakšen pa ti pol rabiš biti, da boš to uresničil? Ja, jaz rabim tak biti. Sem rekel, super, kako pa boš tak? Ja, ne vem. Tako da je pa pogledati, če 4 glavna področja. Zdravje, dobro počutje, odnosi, kariera, kamor spadajo finance, pa čas, a ne. Vsi imamo 24/7 in ne znamo dobro menedžirati svojega časa, večina. A ne. Sploh šola te tega ne nauči, ker ti skozi daje urnik. In pa na vsakmu temu področju gledamo podpodročja. Zdravje, dobro počutje je sestavljeno iz spanje, hranila, hidracija, gibanje, miselnost. Po odnosi, itak vsak odnos, ki ga imaš, sabo si ga postavil že prej gor, a ne. In pol je zakaj, kakšen odnos hočeš imeti z mami. Ja, rečejo, ljubeč, zaupljiv, iskren. Super, če si ti zdaj tak, kaj boš naredil v odnosu z mami? To pa to pa to. Ok, zdaj pa to, da je v urnik, oziroma zdaj en teden imaš časa, ne, da to začneš delati. In dejansko prideš pa točno do tega. Ne. Za vsako področje, podpodročje imaš svoj smisel. In če ta smisel ti zdaj z mano tle uresničuješ, uresničiš tudi ta daljnosežni smisel, ki si ga povedal. Ja, se ta končni smisel, ne, da če dopolnim tukaj, ne. Morda ga bomo spoznali na smrtni pošti. Morda, ni pa ali pa zagotovo. nikoli, ne. Ja, ali pa ne, ni pa zagotovo. Ne. Meni je glih ta draž, ne, da jaz si želim, da bi ljudje bili svobodni in ljubeči. Zato jaz stojim, zato delujem. Sem zdaj vsakmu všeč, ne. Ali bom jaz to doživel do konca tega življenja? Najverjetneje je težko, da bomo 8 milijard 200 milijonov ljudi spravili v to stanje do konca mojega življenja. Ampak ali mi je zato vredno živeti? Vsekakor ja. Sem zato vsak dan boljša verzija sebe? Ja. In 4 let si mi, pa ne. Nimam pa neke, taktika, tu bi se navezal, ki si rekel, je res, ne. Pač skusi sprož taktizirati. Aha, če povabim Matica, če povabim Unga, ne, pa imamo veliko, pa bo zdaj ful velika gledanost, pa bo, pa ne bo, pa. Zaradi mene najbrž ne bo, no, bi mogel res koga drugega. Tle se vidi, da nisi bil taktičen. Nisem bil taktičen, bravo, ne, ti gre dobro. Ampak sem bil, da sem predan temu, kar hočem s tem podcastom dati, in to je, da predebatiramo šolstvo, vzgojo, starševstvo, odraščanje z ljudmi, ki imajo s tem take ali drugačne neposredne izkušnje. Se več ali manj imamo vsi, ampak me predvsem zanima ljudje, ki so trenutno vpeti, a ne, se pravi. Ti kot logoterapevci trenutno vpet v težave ljudi, ki jih imajo, ne, če imajo starši z najstniki težave, najstniki so v šoli, se pravi, posredno si tam, si v vzgoji, si oče, starševstvo, ne, in tako naprej skupaj s partnerko, kako to, a ne. Veliko pa tudi delam za učitelji, no. Mislim, da so danes učitelji zelo na nekem prepihu. Iskanje svojega smisla, tudi počiteljskega, tako da imam ogromno tudi obiska, da si pomoči še učitelji. In kaj je, če bi potegnil iz dela z učitelji neko skupno točko? Kaj je tisto, kar bi rekel, da jih najbolj matra? Da če greva zdaj konkretno, ne, si rekel učitelji, šolstvo, to temo pokreva. Spravi iz tvojih izkušenj dela z njimi, pa tudi mi smo šli čez nek sistem, ki je bil drugačen, sicer še 8 letke, a ne. Kaj so neke te skupne točke, ker vidiš, da če se bi to nagovorilo, bi se znalo marsikaj sprostiti oziroma zapeljati v smer, ki bi delovala za vse? Jaz mislim ravno tam vsem temi učnimi načrti, sledenju teh učnih načrtov, se mi zdi, da je to nekako ukalupi, ne? Tako da bi lahko že računalnik dejansko to proizvajal, kar proizvajajo učitelji. Ne? Nimajo več te svobode, nimajo svobode, da bi bili kreativni, da bi karkoli morajo slediti, so pod samimi pritiski ali uresničujejo vse te standarde. In mislim, da smo se tukaj zapletli. Tukaj je sigurno eno polje. Se pravi, nisem toliko poznavalc, govorim zelo, zelo laično, zelo, z druge strani te strani nisem toliko močen, ampak kar poslušam, kar delam z ravnatelji, pa z učitelji, no, pa do zdaj se bi to, no, da je, so to hudi pritiski na njih, predvsem tisto učiteljstvo, ne, jim ne znamo zaupati, ne. Mi imamo itak problem, da ne zaupamo nobenemu, ne, zato imamo tudi tako zakonodajo, zato imamo tudi zakonov nenormalno veliko, ne, zato ker ne zaupamo, ne, da bi nekdo lahko dobro naredil, ne. Na podlagi enega slabega primera, kjerkoli mi spremenimo celo zakonodajo, da omejimo še vse druge. In mi zmeraj zaradi enega slabega, ne vem, potencialno govorim neke slabe odločitve učitelja, pa te vse učitelje kaznujemo. Tako da se mi zdi ta pristop omejevanja učiteljev, da jih ponižujemo, ne. Da jih ponižujemo, predvsem pa da jim jemljemo dostojanstvo.
In tudi potem se sprašujemo, zakaj se jih ne spoštuje. Ja, se jih šolski sistem ne spoštuje, se jih država ne spoštuje, kako jih bodo pa starši spoštovali, kako bodo šele učenci spoštovali. In tudi tudi te nemoči, ki jih imajo učitelji, ki jih imajo šole, izhaja iz vsega tega. Kakšne specifične Kako? nemoči, ki jih ti tako, zaznavaš? če imamo kakšnega problematičnega, ki vidimo, jaz sem imel eno, ki je piskala pomoč, ko ni več mogla zdržati v razredu. Zaradi enega problematičnega, ker je cel sistem odpovedal, socialna se niso mogli, CSD ni znal postopati, starši so bili neodgovorni, ampak pravijo, nekako zdrž sem še eno leto, pa so pa drugi ukvarjali z njim. In tako naprej. To ne more biti odgovor za učitelju, ki ima težavo v razredu, da reče, zdrži še eno leto, ker ni ono zdržala. Tako da dajmo pogledati, jaz bi dal raziskavo, koliko učiteljev je na bolniškem staležu. Glede psiholoških, glede psihičnih težav, katere imajo. Se pravi, zdaj v kratkem obdobju sem imel 3 učiteljice z različnih delov in simptomi isti. Nemoč vsega tega, potem pa privede vse še drugo, stvari, karkoli je. In tukaj bi res poudaril, mi imamo težave. Najhujše zame kaj? Da sem nepotreben, da sem nespoštovan, da nimam dostojanstva. To so najhujše stvari. In tle je razlika. In jaz mislim, da res, da že zakonodaja jih omejuje, jih ponižuje. Ja, se strinjam. Ko ti nekaj na družbenem nivoju nekoga degradiraš, je težko, da bo zdaj v tej masi prišlo v neko dostojanstvo, spoštovanje. Če štartne plače so nisi, začne se tle, se hitro vidi, danes vrednotiš po denarju, ker še reče, tu ni res, tvoja vrednost ni povezana s tem. Sam na koncu ti menjavaš svoj čas, energijo, ure svojega življenja da si boš lahko nekaj drugega privoščil, nekaj od tega dostojanstveno živel. Pa recimo tudi kakšen učitelj sploh na začetni štartni plači sej ne more v svojem stanovanju živeti, če ga glih ne dobi. Ker je plača toliko prenizka, da Sej si ga še najet ne mora, če smo čisto pošteni. Najet si ga ne more. Tako da to je absurd vseh absurdov, zagotovo. Mislim, zdaj, nevarno bi bilo, da se spustiva v javno upravo in ta plačni sistem, karkoli je, ampak jaz že vidim, meni je bilo že značilno takrat, ko sem jih vstopil v to javno upravo kot vojak, kot vojaški uslužbenec, ker sem imel duhovno skrb v Slovenski vojski. Jaz sem imel, na primer, v mojega primera sem imel takrat, to je bilo 10 let nazaj, 2 diplomi, ampak sem imel plačo 890, nekaj nad minimalcem, se pravi začetni. In jaz kot študent nisem imel nikoli tako nizke plače, kakor ko sem izobražen mlad človek vstopil na trg dela, v javno upravo, se pravi nisem imel kot študent nikoli tako slabe plače. In koliko je to stimulativno? Zagotovo ni, in koliko si se počutil spoštovan in tako, država je vame vlagala, da sem, na koncu ker imamo dosti brezplačno šolstvo, napram drugim državam. Se pravi, mi vlagamo vate, ti si zdaj tle nekaj si naredil, si končal, zdaj nekaj imaš, in pa rečemo, zdaj pa, tam pejt pa, zdaj moraš pa počas, zdaj pa, veš, to je. In zanimivo je zdaj, ki si glih to omenil, sem gledal podcast z Luko Debeljakom, Underdog, ta bivši specialc, ki je povedal, v kakšnem stanju je vojska danes v Sloveniji. In pol imaš hitro, delaš primer, vojska je valjda, če nekdo tak, ko si bil ti, pa toliko malo plače, se počutiš, zakaj bi, za koga bi ti umrl? On je da super rekel, jaz za tega premijera ne bom umrl. Ni šans, da dam svoje življenje za njega, ker niso vrednote, niso poštimane. In isto je pol na koncu, ko pogledaš šolski sistem, če ti dobivaš učiteljice na terapijo, se počutijo le močne, pa niso spoštovane, ni dostojanstva, kot si rekel, z zakoni. Se pravi, nisi ti podprt se strani rečemo sistema, vse kdo so sistem, smo ljudje. Se pravi, ljudje, ki tu furajo, ki nekdo mora vleči, je stvar zelo logična, da je na tem mestu, kjer je. Je skoraj drug rezultat, drug izid je nemožen. Ja, ampak tukaj je nevarnost, da se pa spet gremo na polje, tukaj gremo tudi pri logoterapijo, vstopamo tiste stvari, ki
niso čist moje. Niso tvoje, niso Ja, to je ta tvoje. usodni del, ne usodni del zmeraj v človeku je dejanja drugih, moja preteklost pa moje nemoči. Ne? In tukaj bi rekli, mogoče nemoči, da je, ne? Ampak se še zmeraj nekaj da, je pa neki svoboden del, ki pa ga lahko naredim. Ne? In tukaj je še zmeraj, ne, mi pravimo, ja, učiteljem tudi narekujemo in pravimo, ja, za voljo tega, ne, da boste spustili pečat, karkoli je, ne, za voljo tega poslanstva, ne, vi nam smete gledati na plačo, vi morate gledati na vaše poslanstvo. Se mi zdi zagotovo je nekaj res na tem, predvsem je pa to poniževanje, ne, tak beden fleska, ki jo vržemo, ne, da rečemo, le, ti imaš poslanstvo, moraš tu malo reči, da gremo reči zdravnikom, ne, zdravniki, če imajo kdo poslanstvo, ga imajo tudi oni, da rešujejo življenje, ne, in dajmo jim nizko plačo in rečemo, lejte, vi imate poslanstvo, kakšno veliko poslanstvo, vi rešujete življenje, kakšno poslanstvo imate vi. Ja, zakaj rabiš, Vi bi mogli delati- rabiš kompenzacije druge kot Ja. te, ne? Ne? Tako da je isto, ne? Dajmo se probati tako igrati. No? Tukaj je tudi, ne, Zdaj, da oni rešujejo življenja, učitelji pa vplivajo dobesedno na našo prihodnost. mislim, še bolj, ne, na življenje Bolj, rešuje. Ne? ja, sej Ne, to, tako da a ne. tudi, primer, vemo, koliko je, ne, vemo, kakšen pečat ti pusti učitelj, ne, za celo življenje. Ne vem, če mi ga kakšen zdravnik tak pečat pusti, zelo govorimo na plastično, ampak ne, rekel, kakšen ima velik vpliv ima učitelj na moje življenje. Ne. Če le preteklost na šolo, se takoj 1, 2, 3 spomnim zelo živo njihovo dejanje, njihovo ljubezen. Njihovo spoštovanje tudi nas učencev, ki so nas spoštovali. Ne. Ker spoštovanje pomeni tudi to, da ti nečesa ne dovolim, da te kaznujem. Ne. In predvsem imamo tiste, ne, tudi spoštujemo, ki so bili sposobni kaznovati, ki se niso pri tem bili nemočni. Ja, ki so ti postavili mejo in se jo držali. In pol kot starejši človek si ugotovil dobro, da je držal. Ne. Ja. Ker če ne bi, Nekrat, ravno tako, ko sem bil mi je prišlo na misel, ko sem bil v Čenakolu v komuni, v Zagrebu, sem bil v moškem in v ženski komuni. In to mi je bilo pri moških, ko vprašam, ne, kako to, da ste pristali v tej komuni, ne, in vsi so rekli isto. Ne. Starši so mi dali vse, kar sem rabil. Dobil sem vse, kar sem želel. Kakšen strup je to za otroka, za mladostnika, da dobi vse, kar želi. dobesedno, se pravi, on je tako, kar si je zaželel, mu je starš uresničil. In posledica je bila ta, da je prišel, ni mogel več, ker se ni trudil sam za nekaj in ni samozavesti nikoli v bistvu zgradil, jo je iskal v zunanjih državah in pa je rabo vedno večji, močnejši zunanji držav. Ja, si bil, Mislim, je ta logična. ta logična je, druga logična je pa to, ne, da, kar imamo mi, današnja družba, ima veliko težavo, da hodimo vsi ti k mizi polni hrane. Se pravi, vsi ti smo, pa gremo jemo. Ne? Se spomnim, moja žena mi zmeraj prav za praznike, prav, vse mi je všeč, ampak mi gre pa na živce, ker nikoli ne gremo lačni k mizi. Ne, za prazniki. Kamor koriš na obisk, nikoli nisi lačen, ko prideš k mizi. Ne? In v bistvu sploh ne zgubiš, ne? Zgubi okus, hrani zgubi okus. Jaz to lepo ponazarjam, da se spomnim, da sem imel možnost leteti s Pilatusom. In da so bile te sile, ne, G, ki so, in smo šla, ne vem, mislim, smo šla 6G. In se pa vidi, ko je močna sila, kaj naredi. Prvo ti zmanjša vidni kot, se ti zoža, čim hitreje greš, se ti oža vidni kot, potlej rata črno-bela slika, pa se pa pade skupaj, ne. Pade skupaj v nezavest, kratko. Ne. In jaz sem to doživel, ne, bil sem naenkrat videl čist ozek samotunelski vid, potlej črno-belo vse, pa sem me izmanjkalo za par sekund, ne. In ravno tukaj je, ne, prihajamo do tega, da ko smo obrnjeni nase, ko gledamo, ko imamo vsega dovolj, ne, se nam zmanjša vidni kot. Ne. Pol rata črno-belo, zgubijo barve, zgubijo vonje, zgubijo okusa, ne, in potem na koncu zgubimo vse. In tako je ta nevarnost v tem preobilju, ne, ker meni pravim, ne, isti rezultat je, če imamo mlade, ali pa otroke, ali pa če smo mi, če izhajamo iz preobilja ali pa če izhajamo iz strašnega pomanjkanja. Ne. Oboje ustvarja neko histerično osebo. Tako kot je pri tem nadlegovanju otrok v šoli, isti simptomi so pri tistih, ki povzročajo nadlegovanje ali pa tistih, ki so ga deležni. Se pravi, tisti, ki ga povzročajo, imamo tako vidno znamenje, da se v črno oblačijo, da se zapirajo vase, da se zapirajo v sobo, da odklanjajo hranjenje skupaj za mizo in tako naprej. In imamo pri obeh skupinah imamo iste simptome. Ne? Tako
tako je ravno tukaj. Ne? Tako da to preobilje, skrb za preobilje isto pokvari, isto naredi patologijo mlademu, kakor pomankanje. Ne? Tako kot smo prej rekli, isto pomankanje in dolgočasje. Oboje je isto problematično, ista patologija. Ne? Zdaj, če se vrneva na šolo učitelji, ki si rekel, ne? Ja. Po tvojih izkušnjah, da tebi damo palčko magično, ti zdaj lahko nekaj dodaš, nekaj narediš. Kje bi začel? Kaj bi bil prvi, drugi, tretji korak, ki bi ga ti uvedel znotraj? Rečemo, ajde, da ne moramo spremeniti sistem, ampak lahko pa nekaj damo učiteljem, da jih opolnomočimo. Ja, jaz bi jim predvsem začel zaupati, ne? Jaz bi jih nehal kontrolirati z tega vidika, kako resničujejo program. Jaz bi jim dovolil, da si sami zastavijo program, da ga sami, ne, da imajo vse točno določeno, ne? Ker najhujše, kaj ko človeku ubijemo kreativnost. Ali to je bila glih zdaj debata. Sem bil na eni šoli in sva svetovalno debatirala in rekla, kaj se dogaja, ne? Da rekla, pri nas ravnateljica že 5 let obljubila, da prvi 3 razredi ne bojo imeli delovnih zvezkov več. In rekla, te delovni zvezki so ubili vse. Ker ni lažjega, ljudje smo pa leni po defaultu, pač ko je, a ne, mi probamo po liniji najmanjšega odpora. In rekla, ni lažjega učitelju, kakor da da otroku delovni zvezek, pa on rešuje, on ima pa merte cajt. In pol otrok tam, najtežja naloga je, da mora obkroževati. In se pravi, učitelj je rekla, učitelj ni kreativen, ker je dal delovni zvezek, ni sam razmišljal, ni sam neki prevlekovan. In ni avtentičen, ne? Ni avtentičen, tako. In pa, ko otroci to rešujejo, na drugi strani pa te isti učitelji zahtevajo kreativnost od otrok. Se pravi, ne naučim te biti kreativen, pa od tebe zahtevam kreativnost. In tako je pač njeno opažanje, je rekla, in so izzivi, a ne? Pač logično je. Jaz sem otroci rečejo, kako naj mi bo neka stvar zanimiva, kaj lahko naredim, da mi ni dolg čas, a ne? Tako, vprašanje je bilo, kako naj si naredim neko stvar zanimivo. Ne? Sem rekel, če bi ti prišel v šolo, jaz bi prav tako bil v šoli naredil, en dan. Otroci pridejo v šolo in 6 ur s pavzami vmes, pa malce vse tu imajo, ampak 45 minut pa bi se usedel okrog enega drevesa in 45 minut mora gledati v drevo. That's it. Tu dela. 45 minut gleda drevo, pauza, 45 minut gleda drevo. In če si sam ne zna narediti to drevo zanimivo, ga ne zna raziskovati znotraj svojih možganov, ne bo nikoli razvil kreativnosti. Ja, se tle pravi, ne? Zdaj, tu je lahko ekstremen primer, samo da dokončam, zakaj, ne? Sem rekel, ker vi ste generacija, ki je visoko odvisna od zunanjih dražljajev. Vi skus rabite, mi učitelji vas morajo zabavati, učitelji vas morajo animirati, doma zato so ekrani zanimivi, ker te zunanji dražljaj spet drži in ker ti vse to vzamem, ostaneš sam s sabo in ti si ne moreš leče od te kamere, ki jo jaz zdaj gledam. Moj možgan gre takoj, ker sem tak, pač dosti tega sam prakticiral, gre, zakaj glih tako se odbija tam svetloba, ker so dve neke. Pa, zakaj ta leče gor, kaj je fora? In greš in sicer ne bom dobil verjetno odgovorov, ker nisem tehnolog, ampak se mi porodi en kup vprašanj, da če bi pa zdaj prišel mimo en majster, bi ga imel 20-30 vprašanj za vprašati o temu fotoaparatu, tej kameri in celi zadevi. Mislim, da tega manjka. Ne? Ja, se si dobro načel, ne? Ker kaj je temeljno tudi v človeku, tudi logoterapija išče, ne? Najbolj ključno je razvijati radovednost. To je temeljno v človeku, da najdem, zakaj sem radoveden. Kaj je tista moja radovednost? Ne? Ker moja, tvoja ali pa od vseh gledalcev, poslušalcev, radovednost je od vseh čisto drugačna. In to je nekaj najbolj, kar je mojega. Ne? Moje zanimanje. Ne? Moje je, kaj jaz sovražim, pa kaj jaz ljubim. To je čisto moje. Pa moje je pa to zanimanje, se pravi radovednost, katera je. Ne? Tudi pri starejši generaciji se ukvarjamo ravno s tem, kaj je vaša radovednost. Ne? Zakaj sem radoveden? O čem bi lahko cel dan razmišljal? Tudi to je pot, zagotovo. Ne? Zagotovo je ta radovednost, da otrokom zbujamo to radovednost. Ne? Tudi dr. Sebastian Kristovič ravno govori o vsem tem, otrokom mora biti dolgcet.
ali pa mislim, da je dr. Perko, se ne vem, no, v tem razvija, da dolgčas je glavni aparat, glavno orodje otroka mora biti dolgčas. Zdaj, ker tam se razvija on, ne, tam on razvija svojo radovednost. Ker če ima vse te dražljaje zunanje, on ne rab v sebe najde, kaj je moja radovednost. To sem pa najbolj jaz, ne, po tej radovednosti, ne. Se mi zdaj spomnil na primer, ne, se pravi, taj nam je doma pač tabloma, ne, to in je vse pobarval, ne, pa tako z vodo malo mešal, pa je to vse pobarval, ne, in pol, ok, cool, zdaj treba to pospraviti, ne, in sem rekel, lej, pač, to zdaj treba pomiti in kako boš to pomil, ne vem, tako sva gledala, kaj bi bilo, ne, sem rekel, lej, pa nes dol pred klet, ne, pa šlaufam per, ne, pa je pol, mislim, da je Urša nesla, on je pa tu rešil, pol je šel pred, ne, ampak vidiš njega čez 10 minut, ko je uprav, ne, on si je šla v prevleku po stopnicah gor, kjer imamo kanto za steklo in on je vodo točil v kanto za steklo. In valjda Urša, ki je videla, je bilo tako, kva delaš, a ne v tej, pač, jaz sam slišam, da je bil povzdvignen glas, ne, ni se histerično delala, pa karkoli pala, ven, samo tako, alo, me ne moraš to delati, kaj. In pa sem bil tako, pač, sem prišel dol, sem rekel, kaj je, ja, lej, kaj dela. Sem rekel, ok, taj, zdaj pa dosta, ne? Zakaj si pa to delal, kaj boš zdaj naredil? Ja, se bom dal flaše ven, pa bom zlil. Se rekel, vem, sam, lej, 4 leta star si, pa če ti zdaj tle tu zlil, bo nam poplavilo spodaj klet pod stopnicami, ker je tu pač na tem, ne? Bo mami zlila in super si se spomnil, a ne? In pa sem razmišljal, zakaj je zdaj on za hudiča šel zlivati za šlaufom točiti vodo v kanto za steklo. Sam, kako če se on drugače vedeti, kaj se zgodi, ko ne točiš vodo tam noter. Mogoče mu je kanta bila umazana, pa je rekel, jo bom pomil, ne, se ga ni noben zares vprašal, zakaj pa si zdaj to šel delati, ne. Tako hitro pridemo do teh zaključkov in ta primer sem hotel tudi, kako hitro lahko ubiješ to radovednost, kreativnost pri otroku, ne. Ker on nekaj naredi, kar ni v skladu z našimi pričakovanji, tako pa ne bi smelo biti. In ti bolj hočeš uresničiti svoje pričakovanje, kakor da bi te zanimalo, no, zakaj je to naredil, čemu je on zdaj predan, pa se pol z njemu o tem pomenil. Aha, lej, mogoče ni to najboljši prostor, poglej, če kje drug, ne, kaj lahko narediš. V tem smislu. Sem videl, ki bi lahko hitro, če bi se pa začel histerično drti, pa ono še kaznovati, pa mogoče še hlače dol, pa poriti, pa si normalen, pa hva ti delaš tam malo, ne, kar se je včasih dogajalo, ko so, rečemo, naši dedki, babice odraščali in tako naprej, ker je več teh zgodb, pa ne. Pa ubiješ to kreativnost, radovednost, pa si priden otrok, poslušljiv in ubogljiv. Imamo tle dvoje, ne? Jaz mislim, da je treba nekako zdravo kmečko pamet imeti, pa zdravo razmerje, ne? Še zmeraj z otrokom, zagovarjam to, ne? Preveč se pogovarjati škodi, ne? Sem pogovarjati se, pa ga spraševati, pa gor dol, to je preveč zanj. Se on ni sposoben za nekih miselnih operacij, da bo pa zdaj znovu karkoli, pač on je intuitivno, njemu se zdelo zabavno in to je šel, ne? Ampak moja naloga pa je, da ga pri tem omejim, ne? Ne mora, tako bi si rekel, ne? Ne moraš tega delati, halo, ne? Da, se nisem mislil nekih dolgih filozofijskih debat. Čisto, kaj ti je bilo zanimivo? Se je doskrat reče, ti je bilo zabavno. Ja, ok, vse si povedal. No, še zabavno ti je, logično. Ja. Se to je njegova naloga, ne? Ja. Njegova naloga je, ja, da je ta kreativnost. Tako da pravim, no, to radovednost v meni me dela živega, no, to me dela posebnega, ravno sem temu, tej radovednosti, ne, kaj se bo zgodilo, če bo to, ne, in to je tisto, kar daje. In se pravim, tudi učitelji, ne, težko mi govorimo, mi bi radi bili, da bi za frustrirani učitelji naredili svobodne, kreativne otroke. Ne gre. Ja. Ne, se tudi ukvarjam, imam tudi intervizijo, se pravi, se ukvarjam z romskimi pomočniki, sam se veliko z Romi ukvarjam, ravno tem, ne, kako biti. Ne, in pri Romih je, če so oni neurejeni, moram biti jaz blazno urejen, ne, če hočem, da jih učim urejenosti. Ne moramo mi bi zmeraj radi govorili eno, delali pa drugo, ne. In tudi učitelji, ne, radi bi jih degradirali, radi bi jih vzeli in tisto kreativnost, svobodo, po drugi strani bi pa to radi dali otrokom. Ja, ne gre. Ne, kje se bo otrok učil kreativnosti, če bo učitelju, ko si bo spomnil nove metode, nove pristope, da se bo dovolil spontanosti, ne. Se tle ni nobene spontanosti, ne. Mi čisto ukalupimo vse. Ok, se pravi, odgovor bi bil,
radovedni, kreativni učitelji. Ja, mislim, Spodbuja to pri učiteljih. dajemo jim prvo dostojanstvo, jim treba dati tudi ali s plačnim sistemom, pa tudi jim pustiti jim svobodne roke. No. Da se karkoli, vsej, ko gledamo, kaj pa je, ne? Kaj je pri učiteljih, ko gledamo učitelj leta ali pa ko beremo zgodbe v zanimivih. Naslednji gost bo učitelj. No, bravo, ne. Kaj delajo ti učitelji? Ja, dovolijo si več, ne? Dovolijo si iti čez ta sistem, dovolijo si iti do kreativnosti, dovolijo si drugih pristopov. Ne? Mislim, da je treba te metode, da se učiteljem da. Ne? Predvsem pa bi rekel, da jim damo spoštovanje in pa dostojanstvo nazaj. In super si tu načel, da ko bo prišel Uroš Odcepek, ki je bil učitelj leta, ne, on pa je res kreativen in me zanima, kaj so njegove poteze, ki jih dela znotraj tega sistema, ki se jih da in po mojih lahko tudi ostali učitelji kopirajo, ker če lahko nekdo, lahko vsi. A ne? Ja, ampak to je njegov pristop. Ja, seveda. Ne mora, sem mislil, kaj so tiste poteze, ki jih lahko vzamejo. Ima pa on unikatno zadevo, ki deluje za njega. Tako, ker jaz tudi na delavnicah nimam težav z razredi. Pa pol, sam če bi nek drug učitelj delal, kar bi jaz delal, ne bi delovalo. Ne bi, ne. In zaradi tega je treba pogruntati to svojo. To je pa ta kreativnost, radovednost, odkrivanje. Ja, odkrivam svoje radovednosti, tisto, kar ljubim, pa kaj tisto, kar mi ni. Moče tle zdaj ta koncept mi je prišel, ne, da ta naša družba je veliko usmerjena v to, kar vem, razumsko. Jaz moram vedeti. Preden nekaj naredim, moram že vedeti, kako bom to naredil. Medtem, kar jaz odkrivam v zadnjih letih in ko stvar res deluje, pa je, ker ti ne prideš iz vedenja, ampak prideš iz odkrivanja. Ok, jaz bi rad, da je ta najin pogovor, ne vem, ljubeč, iskren in direkten. Ali jaz zdaj lahko vem, preden ga začnem, kako bo to izgledalo. Če bi si naredil taktiko, tu bo zelo tako, da Matic reče tu, jaz rečem tu, Matic reče tu, jaz rečem tu, ker jaz rečem tu, ima on verjetno bo rekel to, ali bo rekel to, ali bo rekel to, če reče tu, bom rekel tu. In potem že naštimam celo zadevo vnaprej. Ali pa rečem, ok, dajmo odkriti, kako bo to izgledalo. Nimam pojma, kako bo to izgledalo. Sam vem, da kdo bom jaz, je nekdo, ki Matica spoštuje, ga ima rad kot človeka. Povedal mu bom, kar je pri meni. Zdaj, če bo njemu to všeč ali ne, bomo odkrili tekom pogovora. In ne bom nič zavijal celofan ali pa se strinjal z nečem, kar on reče, kar je pač spet ta iskrenost, direktnost. In pol vidiš, kam te to pripelje. In je na koncu pogovor, ki je bil vreden našega časa, ali ni, pa spet ne moramo vedeti vnaprej, bomo ocenili na koncu. Ampak če je ali pa ni, spet nima toliko veze, ker je teh 2 ure pa pol ure ne boš dobil nazaj. Si naredil, kar si naredil. Če bi se zdaj sprehodila ravno do tega, do 3 elementov bi jih izpostavil. Eno je strah, eno je razum, eno je pa vera oziroma zaupanje. Če dovoliš, bi eno zgodbo povedal, spet zgodbo, prej pesnico, zdaj pa zgodbo. Vse je super, ja. Meni se zdi, da ljudje premalo z glavo, a ne, ko so otroci, tako se je bilo vprašanje, zakaj se rabimo učiti povodnega moža. Rekel, ja, prvič malo zaradi spoštovanja in cenjenja naše zgodovine, če ne bi te pesniki, pisatelji obstajali, mi danes ne bi govorili slovensko. Verjetno, mogoče, če se ne bi stvari tako obrnili, ker se sebi vsi nemško govorili. Se pravi, ne bi bili Slovenci, ne bi imeli te neke, tega, kako se že reče, po angleško je heritage. V glavnem, kdo razume, zdaj se ne spomnim, dediščina, sem se spomnil. Ne bi imeli te dediščine in zaradi tega se tu učiš. In drugo, da treniraš svoj spomin. V življenju se še mogel marsikaj zapomniti na pamet. Zdaj, mi smo včasih si zapomnili telefonske številke na pamet, ali si pa brskal in imeniku, pa zaradi tega, ker si bil len, si raje zapomnil, kot da si šel brskati. Danes tega ne rabiš, koliko ljudi ve telefonske od svojih bližnjih. Da, če se kaj zgodi, da lahko greš do sočloveka, reče, da moram ženo poklicati, mi bo sodoš telefon. Jaz celo opažam, da ljudje še svoje telefonske ne znajo. Ja. Tako daleč je prišlo. Ja, daj mi ti povej tvojo, pa te pokličem. Daš videl mojo. Mislim, da je celo daleč prišlo. No, v glavnem, povej zgodbo. V hiši je nastal požar, in je bila notri 5-članska družina in so vsi odšli ven, hiša je gorela. In kar ugotovijo, strahom ugotovijo, da najmlajši od otrok manjka. Nobene možnosti ni, da bi šel kdo v to hišo, ki je postala kot goreča peč, že celo je zajel dim in ogenj.
In kar naenkrat se gor v zgornjem nadstropju se odpre okno in najmlajši 5-letnik kliče na pomoč. Ne. In oče gre pod hišo, pravi, tukaj sem, slišim te, pravi, skoči, ujel te bom. Pravi, oče, ne vidim te. Oče pa pravi, jaz pa te vidim in to je dovolj, skoči. In otrok kljub temu, da je bil dim in ogenj, skoči in pristane v očetovem naročju. In ta zgodba ravno govori o strahu, o razumu in pa veri. Strah je bil ravno to, ne? Mi zaradi strahu napačne odločitve sprejemamo. Namesto da bi šli ven, gremo gor. Še večjo nevarnost. Tam, kjer je konec, tam, kjer je ogenj, kjer bi zgoreli do konca. In pa, ko je prvo okno, ko se je oglasil, ne, začne delati razum. Razum ne vidi. Ne, mi vidimo do ovinka. Razum vidi do ovinka, ne vidi za ovink. In tukaj ni videl zaradi dima, ne, ker razum je povezan s čutili, se pravi z vonjem, okusom, stipom, vidom, sluhom. In ni videl. Ne. Razum ne zmore. Ne. In tukaj je potle vera, ne, skoči. Ne vidim te, ne, jaz pa te vidim. In to je dovolj. In to je pa vera, zaupanje. Prav zaupanje, da bo vse v redu. In je skočil in si je rešil življenje in je pristal v očetovih rokah. Ne. In tukaj bi podaril tudi pri tem, koliko je pomembno, da jaz začnem nehati preračunavati. Kva dela razum, skus preračunavam. A se mi splača, a je to moje, a sem dobro počutil, a bom imel korist od tega. Razum skus preračunava. Ne? In potem je pa povezan pod strah, ne? To sta prijatelja. Razum pa strah sta best frenda. Ne? In če se mi ne splača, kva pa če ne bo tako. In spet če ne bo tako, spet preračunavam. Ne? In mi smo sredotočeni, današnja družba, ne? Mi imamo ogromno anksioznosti, ogromno tesnobe. Zakaj? Ja, ker preračunavamo. Mi konstantno preračunavamo. Ne? A se mi splača? Sorry, ta stari Garmini so to delali. Ja, ne pa se to zdaj Google preračunavali. Preračunavam, ne. Ampak to dela naši možgani danes. Ne? A se mi splača do šole, ali bi se raje tisto Rudijo opisal, ali karkoli, ali bi delal preko, da bi delal od doma, da sploh ne bi, pa bi sem na izpite, se mi splača gor dol. Ne? In to je glavno vprašanje, a se mi splača. Ne? Danes je družba obremenjena s tem, a se mi splača. Ne? In vse, kar gledamo, kaj gledamo? Gledamo akcije. Ne? To se mi pa splača, to je 50% zniženo. To je pa zdaj v akciji, ne? In kupujemo stvari, ki jih ne rabimo in tako naprej. Zakaj je pomembno, bi rekel, ker še sem prešparal. Ja, ne? In se mi splačalo. Ne? In kaj bi tukaj poudaril, je ravno to, se pravi, sem že omenil, ne, to delo z Romi, 7 let, 8 let se ukvarjam z njimi. Mimogrede čestitke za tega fanta, ki je zdaj dobil službo za nedoločen čas. Ja, to je en tak. Si mu tisto ob strani. Ja, ampak on se izpostavlja, da reče pa še mnogo drugih, ki se pa ne izpostavljajo medijsko. No. Bi rekel, smo pa res uspeli v zadnjih 2 letih. No. Je to tak zelo dosežek, da jih je zdaj, mislim, da jih je že 16 zaposlenih in so vsi na poti, ne? Tako da je tega zanimanja pa vedno več, tako da se premika v pravo smer in v Novem mestu delamo nenormalne korake glede tega. Ne? V glavnem pri Romih, ne? In oni mene kliče, njim se, da smo pošteni, kdor gre delati, da dobi 100 ali 200 evrov mesečnih prihodkov, skupno gledano za družino prihodek manj, kakor če ne bi delal. Zato, ker imamo pri nas, so prag minimalne plače, vseh teh prispevkov, je tukaj nizek, pa na drugi strani je tukaj visok prihodkov strani socialne države, nadomestilo za brezposelnost, pa otroške doklade in tako naprej, da se mu ne splača delati. Ne. In meni prav Matic, po romsko, Matic posluš prav, a se meni splača delati? Se neko ne splača se ti, zagotovo se ti ne splača, ne. Zdaj pa vprašanje, ali je pa dobro zate? Je. Ali je dobro za tvojo družino? Je. Ali je dobro za tvojo družbo? Za družbo? Je. Se mi ne splača, ampak je pa dobro. Ne? Dobro zame. Ne? Tako kot na vrtu. Ne? Nam se ne splača na vrtu saditi nič. Zagotovo. Ja, jaz imam letos glih ta percep. Ja. Ampak ti bom razložil, zakaj. Ne? Se mi ne splača saditi nič. Zagotovo. Zagotovo. Ne? Prvič, ne vem, ali mi bo sploh uspelo. Drugič, kako bo uspelo, kakšno bo. Tretjič, pa tam po trgovino izberem si najboljše kose in tisto dam, in če bo gledam svoj čas in vse skupaj. Ne? Mi zmeraj pozabimo svoj čas gledati. In če gledam svoj čas, koliko sem ga vložil, vse skupaj in gnojila in vse skupaj, se mi zagotovo ne splača. Ne? Ampak, mi vemo, se pravi, zemlja je čudežna. Zakaj? Sem delati zemljo, z rokami delati zemljo, zakaj ne? Mi imamo ogromno moči. In če ta moja moč v življenju ni konstruktivna, da dela nekaj konstruktivnega, dela nekaj destruktivnega. To je absolutno. Tako kot življenje moje kot ena posoda. In če ni napolnjena s smislom, je napolnjena z bedarijami. Reč ne mora biti zmeraj polna. Ne
Ne gre drugače. Jaz se smejem, ker imaš super metafore. Ja. Res mi je the best. In potem ne, tudi to, ne, mi imamo, če gledamo električni tok, imamo 3 žice, ne, imamo plus, minus, pa imamo ozemljitev. Ne. Ampak mi nimamo ozemljitve. Mi imamo samo ali nekaj dobrega, ali nekaj slabega, ali nekaj konstruktivnega, ali nekaj destruktivnega. Samo to imamo. In zato je pomembno, ne, da če že nismo sposobni delati nekaj konstruktivnega, da delamo zemljo. Da mi gre, ko delamo zemljo, se ozemljimo in gre ta negativna energija, ki bi lahko povzročila, se pravi, ali moja obolenja telesna, ali moje psihične travme, ali agresija v meni, ali depresija in tako naprej, gre v zemljo. Ne? Zato je tako zelo pomembno. Ne? Se pravi, a se mi izplača? Ne. A je dobro zate? Je. A je dobro za tvojo družino? Je. Ne? Ja. Saj se mi tudi ne splača iti na kosilo, če smo čisto pošteni v restauracijo. Pa v drago restauracijo se mi tudi ne splača iti. Ne? Ja, in ne splača se mi tudi na morje, sploh zdaj so na Hrvaškem take cene. Ne se mi splača iti, ne, zagotovo. Ne. Ali je to dobro zame, pa je. In jaz mislim, da bi mogli namesto gledati, kaj se mi splača, bi mogli gledati, kaj je dobro za me, za mojo družino in za družbo. Ne? In to je ta kriterij. Tako da vrt, absolutno da. Eno gredo, se ne rabiš veliko, sem tu, da greš. Mislim, da best, ja. Ja, veš, kakšne zgodbe so to, ne? Spet pa, ker nam vse je požrlo, pa vse karkoli, pa zakvato, pa potle je moja... Lani sem naredil 300 kg sladkega krompirja, pa je 200 kg zgnilo pol v postprodukciji. Ja, ampak... Pač, tako je, ne? Pol leto si tako učeval, se mi splača, se mi ne splača. Ampak bomo, ja, pač je že, mislim, vrt je že pripravljen, moramo pa še nodati. Pa veš, koliko je to spoznavanje, pa ne vem, jaz vidim sina, ki imaš, ne. Otroci bojo dejavno. Ja, pa zato je, da vidiš, koliko je razpoznava ličinka, se nekaj razvija, kaj je to, pa imamo zdaj ta ChatGPT, ki ti takoj dobi ful dobre informacije in se lahko se vse učimo, ne. Mislim, tukaj je enega prostora za učenje, ne. Jaz sem sicer žal, ne, jaz sem imel vinograd, 400 trt, ker je krtvo, je bilo v dobri leti in bilo 1000 litrov vina. Ga ne pijem, spijemo ga na letu 3 litre, 4 mogoče, ne, smo res taki... Ne pivci, ne Dolenci. Katastrofa Dolenci, ne. Tudi vi, babica je glih posekala, ker je vela isto. Ne, in je bilo res elotule, ne, da povem to zgodbo, ne, 400 trt in je bilo, en teden je bilo zmeraj v vinogradništvu, tako en teden je košnja, da urediš ga, en teden je pa spodobiranje, pa škropljenje, ne, se pravi spodobiranje tiste vejce, ne. V začetku leta spomladi se pravi, da prvo se obreže, se tisto pobere, vse se preveže, potem se uredi drate, stebričke in tako naprej, pač je to cel proces, ne. In res, mene se fržmagalo, se mi to potem, ker nisem grozdje predeloval, da sem se potem iskal, kdo bo pa kupil to grozdje, ne. Sem imel s tem delu. Zato sem rekel, ne grem se več tega, ne, sem ga podaril, ne. Ampak mi manjka, ne, bila je neka skrb, bilo je prisilno, sem se jaz mogel dati v stik z naravo, prisilno. Pa je bilo čudovito, ne. Tisto, ne, ker tam vsako delo, ki je traja 3 ure, ne, to ni pol urce, ne. Jaz sem šel za 3 ure, pa sem tiste listke trgal, pa sem prišel na pol, ne. Pa sem bil sam, ne. Veš, tako je to, ne, veš, kako je to, mislim, da si ti sam lepo delaš, iste ponovitve v naravi, veter piha, ptički pojejo, črički delajo to. Mislim, ker sam se ne bi nikoli dal načrtno, da bi rekel, sem usedel, pa bom jaz... Z razumom se ne daš, to je to, ne. Razum je odigral na koncu. Ne. In potem, ne, je bilo to, se mi ne splača, ne, tako da zdaj probam spet, ne, prisilno spet si ustvarjati si, bi rekel, navade, da delam karkoli, ne, ker to je bilo zame, to je bilo zame terapija, psihoterapija. Taka, da padeš dol, no. Ja, se strinjam, mislim, da lahko počrtamo, ne, do zdaj, kar si povedal, ne. Ali se mi splača? Ne. Je dobro zame? Ja. Se pravi, dajmo gledati več, kaj je dobro za nas, pa manj, kaj se nam splača. Ker tudi to, ne, a se mi splača biti ono poštenje? Absolutno, da ne. Tukaj je bila tudi ena zgodba, je bil tovarnar na sodišču, ne. In je tudi govoril, ne, viš, danes sem poln zgodb, wow. In pravi je govoril, ne, za mlado generacijo veste, ne, prav vas bodo vprašali, me sprašujete, a se mi splača biti pošten v podjetništvu, ne. Prav zagotovo, ne splača se. Prav, ampak potem vzemite v zakup, da boste sami, da ne boste imeli prijateljev. Ne. In to je tukaj, ne. Tale preračunljivost, ko so prej imela pri gosenici, vidiš, danes smo res v naravi se gibava v tej gosenici, ne, da gre brez taktike, ne. Tale preračunljivost mene, bi rekel, stane lahko nekaj zelenja, nekaj lepega.
Ker če bi ona preračunavala Gosenico, če se vrnemo na zgodbo, dragi ne bi šla poslušalci, čez gledalci, cesto, če ne. nama sledite, ne, ko gre čez cesto Gosenica in je 20 avtomobilov na minuto, da bi ona gledala, ki je zdaj odpeljal, zdaj bom hitro šla, zdaj imam 3 minute, bi jo zgazdil sigurno. Zato je brez taktike, grem za upanje in to je to prav zaupanje. Ali sem sposoben skočiti svojemu očetu v naročje, čeprav ga ne vidim 4 metre visoko. Ali sem tega sposoben. In to je to zaupanje, zato je spravim vera. Ne? To je ta duhovna komponenta, ki jo spuščamo. Ne? Vsi mislimo, zmeri duhovno komponento vežemo na religijo, ne? Ampak je tudi mnogo več. Lahko je tudi, ne, če nisem imel tega stika ali pa nisem imel srečanja s kakšno vero, je lahko tudi to, ne, da prav zaupanje, da če sem zdaj tukaj živ in zdrav, imam dobre razloge, da lahko zaupam, da bo še naprej vse v redu. Ne. Vse bo grozno, ne, kaj pomeni, ne, da upam, ne, da bo vse v redu, ne, ali pa to upanje, kaj je upanje. Ja, ne to, ne, upanje pomeni, da ne bo brez trpljenja, ampak da bo smiselno imelo. Ne. Ker tudi mi danes, ne, spet, če malo te spet podarimo, ne, smo res družba, ki se izogibamo na polni črti trpljenja. Ne, se izogibamo trpljenja, ne, ali svojih otrok hočemo na vsak način obvarovati trpljenja in tako naprej. Dober, stari, ker bi tako primeri mi prihajajo. Veš, jaz, ko se pogovarjam s komorkoli, gledamo svoj life, a ne. In zdaj 2 sem zdaj zaznal, pa bi jih podelil s tabo. Ne. Prvi je ta, da ne vem zakaj, odkje, ta je včeraj se zbudi in on se obleče v smučarsko opremo. Jaz se bom danes oblekel za zimo, je rekel. In jaz ga vprašam, zakaj? Zato, da me ne bo zeblo. Zdaj, najprej sem si mislil, pa dobro, ne moreš iti, ne, tako vrtec, kaj si bojo pomislili, pa tako naprej. Pa sem bil pa tako, malo 4 leta si star, kaj še se zdaj, pa en dan, če greš oblečen za zimo, pa 5, ne. Urša pa ni mogla, ne. Tu, ker se je zuvalo, sem rekel, daj, pa puzga, ne. Pač, naj gre oblečen, kakorkoli že gre, a ne. Sej, kaj pa bo hudega se zgodilo. In nič se ni zgodilo. Ampak je bilo ta, ne, da če pa bo tak šel, ga bojo popol zafrkavali, pa bo imel pa težave, ne, ga hočeš obvarovati, ne. Vzameš mu pa to lastno spet kreativnost, radovednost, identiteto, da je on rekel, da tak gre in on si je zbral in vse je sam najdel, noben mu ni iskal teh oblačil, vedel, kjer je umar izvlekel ven, oblekel in tako, ne. In je cel dan tak hodil, tudi ko smo šli pol popoldan do mojih, pa veš, da ni vroče za zimo, on pa gor pod hlače, to smučarsko, kuza na smučišče se je oblekel. Še rokavice je vse. In je res tako, ne, od čega ga pa sploh obvarujem. Sej, kaj pa je najhuj, kar se mu lahko res zgodi. A ne? Pač vroče mu bo in pa se bo pa slekel. A ne? Mi pa že vidimo milijon težav. A ne? Jaz se tudi tako zmeraj zagovarjam to, ne, kot otrok prav, da bi šel v kratkih rokavih, da se ne bo oblekel bunde. Ne. Prav naj gre, ne, najmo to doživetje. Ne. Da vidi. Druga je pa tak, si rekel vera, ne? In meni zdaj vera tako dosti potegne na, se pravi, tudi medva sva imela, pa si mi dal Biblijo za brati, ne? Pa zdaj kot odrasel človek berem, raziskujem in mi je zanimivo, ker niti ne znam razložiti, ampak ko si ti tu govoril, me je tako špikalo noter po prsih, zdaj, ki si govoril, a ne, razumem to, vera, rabiš vero, to, ne. Pa sem se gledal, kaj je in sem vedel, da je ta boj v meni noter, veš, jaz nisem bil vzgajan v tem. Jaz sem bil vzgajan, da pač v cerkvi so ljudje, ki lažejo, a ne, kaj te bo duhovnik učil, ker nikoli ni imel družine, kaj te bo ta učil, ne, pa polej, kva delajo, pa govorili so, da so kao ne ubijej, pa so pol, oni ubijajo, ne, pa ne moreš to zaupati, ne. In pol je bilo tako, se mi zdi, ker si imel v osnovni šoli tega, kaj je že bil, Luther, a ne, v Nemčiji, ki je rekel, vse, kar rabiš, je Biblija, ne rabiš človeka, ki ti jo razlaga, a ne, ki pol že tako, lahko izprit se zadeva in kakorkoli. Ampak se videl, v meni noter je pa ta, da ne, mene pa zdaj me trenutno vse, kar se dogaja, ne, ko smo zgubili enega otroka, ne, ki je žena splavila, pa zdaj imam raka, pa jaz imam ta projekt za life, se pravi, to svojo podjetje, pa potem zdaj bom še od mami začel počasi se učiti prevzemati, ker ne vemo, kje se bo njena zgodba končala. In edino, kar me drži merenga, je res ta vera, da sprejmi, zaupaj in greš iz dneva v dan. In nimam zdaj trenutno daljših planov, kje bom čez pol leta.
Nimam pojma, kje imam čez pol leta, stari. Ja, imam neke želje, želel bi si, da je Urša noseča, da je mami zdrava, da za life eksplodira, da pakomu gre dobro, da smo vsi zdravi in tako naprej, a ne. Ampak nismo še tam, a ne. In kjer sem je tukaj zdaj s tabo. In mi je tako, bi se dotaknil tega, ker pač ti si rekel, si diakon, pa greš krstiti, a ne. Pa predvsem, kako tu ukomponiraš v starševstvo pa v vzgojo. A ti z otrokom bereš Biblijo ali ne, ali mu pustiš, da bo on to sam čez čas odkril, ali ga, a veš, kakšni bi rekel, zdaj jih indoktriniraš ga v to noter, a ne. Kako, ja, saj ne vem, niti kaj bi te vprašal. Glede vere, pa kako vzgojo vero. Ja, tako, mislim, pa nasploh, kaj so neke smernice, ki jim ti slediš, pa bi rekel tudi, da po tvojih izkušnjah, ker si tudi logoterapeut in delaš tudi starši in z mladimi, je spet tisto, kaj nekaj, kar lahko starši takoj zdaj naredijo, uporabijo, se vprašajo, da bi jim bila cela zadeva, rečemo, bolj smiselna. Da ne bom rekel več lažja, a ne, ampak bolj smiselna. Ja. Jaz bi najprej začel svojo potjo glede vere. Ne? Mi doma nismo prakticirali vere. Prav, jaz sem sam kot otrok se spomnim, da me stara mama naučila molitev Sveti Angel, to zna večina, no, se mi zdi, to tisti, ki niso indoktrinirani, to molitev. In to je bilo, no, in tudi, vem, verjetno ali na želje mami ali stare mame, ne vem, tudi sem hodil k veruku. To je tako izgledalo, da so me pripeljali tudi do cerkve ali pa do veruka. Tam so pravi in sem šel domov, ne, in doma pa pol ni bilo te prakse, ne vem, da bi kaj molili, da bi šli skupaj k maši, ne. Ker cerkev zmeraj spodbuja občestvo, skupnost. Ne? Človek ni narejen, da je sam. Ne? Zmeraj pravim, da samo bolno oko vidi sebe. Ne? Oko, ki ima sivo mreno, najbolj vidi sebe. Zdravo oko vidi drugega. Zato smo mi narejeni, da vidimo drugega, ne? Da smo v odnosu z drugim. Ne? Ker če gledam sebe, sem narcis, ne? In vse druge kaj uničujem, ker jih uporabljam za svoje sredstvo. No, tako da pri nas ni bilo tega, no, sem pa imel tak križec mehen in jaz sem točno vedel, že kot otrok se spomnim, tak križec, da kar bom jaz prosil Boga, Gospoda Jezusa, da se mi bo uresničilo. In to se je res dogajalo, tudi, in tukaj ni bilo kančka dvoma, jaz sem zagotovo vedel, da to bo. Potem sem v veruku prvo leto, ne, sem bil prvi razred, drugi razred, 2 leta sem hodil tja, eno župnijo Šmihev, sem imel sestro Pijo, to je bila ena nuna, ki je rekla, Matic, prav, Gospod ima s tabo posebne namene. Ne. Jaz sem si mislil, se načeloma ima z vsakim. Ne, ja, to vitek vsak mu reči. Ja, ne. In potem je rekel, smo zate molila vsak dan in sem rekel, itak, se nimaš kaj drugega delati. Tako da je nuna molila, ne. Sestra Pija za me molila vsak dan, pa sem z njo zgubil stik. Pa bilo pa pomembno, no, pa sem pa čez čas spet spoznal in me nekje sreča, čez 10 let. Pravi, Matic, ko si to ti, sem rekel, ja, prav, jaz še vedno zate molim vsak dan. Ne. In je rekla, me gleda, prav, Bog ima s tabo posebne načrte, spet to rekla, ne, me je tisto malo zadelo, ne. Takrat se je pa tudi zgodilo, no, že prej je pa, sem že prej omenil, sem zgubil mamo in očeta, v bistvu sem ostal brez družine, sem reči edin, tako da so stari starši prevzeli skrb zame, ampak nimaš pa tiste svoje primarne družine, očeta pa mamo, ne, tisto, kar ti pripada na nek način, čeprav sta odigrala stara starša čudovito vlogo, ne, in bom vedno hvaležen, je pa zmeraj nekaj manjkalo. No? In to sem ta manjko, bi rekel, ljubljenosti, ne? Da se nekomu smilim, da nekomu pomenem, da sem željen, hoten, ljubljen. Sem sam od sebe, ne? Našel edino tolažbo v cerkvi. Jaz sem to bil glih po Bermi, ne? Berma je ponavadi menik, ko nehajo mladi hoditi v cerkev, ki še naredijo zadnje in se postavijo za 10 let od cerkve. Ne? Taka je praksa. Do poroke. Ja. Jaz sem pa šele začel hoditi takrat dobro. Nisem pa vsak dan začel hoditi v cerkev, ker tam sem se počutil normalnega, zdravega, sprejetega in tako naprej. No, potem pa je moja pot nanesla po raznih preizkušnjah, sem v mestu želel postati duhovnik, pa se da to ne bo šlo, ko sem ženo spoznal, tega še ne bom mogel. Jaz obvarovati skušnjav, da bi bil svojo ženo. No, in pa sem mislil, da je ta moja zgodba zaključena, pa me pa nekega dne pokliče škof, pa povabi, da pove, da me spremljajo, da če bi bil pripravljen biti diakon, jaz nisem vedel, kaj to je. Tega ni pri nas bilo. In to pa je ravno to, da je poročen moški, ki ima družino, ženo, da
da deli zakramente, se pravi krst, poroka, pogreb, blagoslavlja, pridiga. Se pravi, da je Bere to tudi evangelij. sem da se dotaknem, V ker se mi zdi, da krščanstvu. večina ljudi misli, da tle ni. Ne, v katoliški cerkvi je tudi, ne stalno diakonstvo, ampak nekje pa omejeno samo na duhovnike. Ne mora imeti pa spoved, pa bi rekel v polnosti maše. Ne. To je en tak del, ki mi je pridržan, ne. Ampak ne, lahko se upravljam, tako da tle ni nobene neke zdaj bi rekel razlike. Ne. Mislim, lahko iščemo, ne pravijo, kako bilo fajn, da se lahko duhovniki poročajo. Ja, vse lahko, ne, vsak se odloči za sebe, kako bo. Ne. Meni je rekel en župnik, pravijo, v Boga, veš, kako bi se meni smila tista ženska, ki bi bila z mano, pravi, sem nemogoče. Ne. No, tako da, zdaj pa govorim glede, kako je pri nas to, glede vzgoje, moja žena ni tako zelo verna, kakor sem jaz, ne, in pač dopuščam. Ne. Smo pa prišla do tega po 8 letih, da skupaj vsak večer zagotovo zmolimo, ne. Se zahvalimo, pogledamo čez dan, zakaj smo hvaležni, to je naš ritual. Prvo pogledamo, kaj smo hvaležni. Prav tu, kje, preden greš sine spat ali po večerji? Ne, se gremo vsi trije skupaj spat, no, tako da mi gremo skupaj vsi trije spat. In se to prvo preko zahvalimo, pogledamo, kaj je bilo lepega, kaj smo storili, da poživimo dan. Potlej se pa preko tudi damo prošnjo, kaj pa še prosimo, ne vem, za staro mamo se zdaj od Petre poslavlja, od žene, prosimo za njo, molimo, pa za Izak smo imeli prav. Da je bilo v vrtcu dobro za jest, da bo čim prej minilo, pa da mi ne bo kdo nagajal. No. Tako da to ima, ne. Je pa to, ne, jaz kot po tej službi diakona sem pridodan škofu, tako da dr. Andreju Sajetu sem z njim sem pri maši, kadar je pa tudi sam imam razne imam kar veliko teh obveznosti, sicer ne spet tukaj, da mislil sem skusno od samo v cerkvi, nisem. Ampak sem pa veliko, no. Ampak ne, bi rekel, vsi mislijo, ja, da smo pa pol poštirkano družino, ne, da moj otrok je skusil prmaš, ne. Izak noče hoditi v cerkev, ne. Izak noče hoditi v cerkev, ne, in kadar je šel noter, je bilo sem prva sekunda ven, jaz nočem biti tukaj, ne. Ampak dopuščam, ne, zato ker vem, da to je pač naraven proces, ne, to se mora zgoditi, ne. On mora vedeti sem mene, da jaz hodim, ne. Janez Pavel II. Papež je rekel, zakaj sem izvedel, da je v cerkvi nekaj pomembnega, ne. Prav zato, ker je bil moj oče 2 metra visok in ko je prišel v cerkev, je pol na kolena. In če moj oče pred nekom padel na kolena, jaz sem vedel, da ta mora biti pa najbolj pomemben. Moj oče ni pred nobenim šel na kolena, ne. In zato je ta zgled vere, ne. Zato je pomembno, da mene vidi, ne. Mi 2 zjutraj gre v vrtec molva, jaz ga preden gre v skupino, ga zmeraj blagoslovim, ga pokrižam in rečem, Gospod naj te blagoslavlja, naj te varuje. On reče amen, ga poljubim in gre v vrtec. In imamo te rituale, da ve, da je obvarovan, ne. In on točno ve, ne, on ko prosim, on ve, da to bo. In to je pomembno, da bo zaupanje, da je nekdo, da imam jaz nekoga, ki me presega, in to je pomembno, da se zavem, da nisem jaz Bog. Ker največje trpljenje je takrat, ko sem jaz Bog. Ker zakaj? Ker se zlomim, ker ni tako, kot jaz hočem. Ker Bog ima vsemogočno moč. In zato, če tukaj bi sem razložil, ne, zato je pomembno, da oče je urejen. Zakaj? Ker otrok od 0 do 10, 12 leta misli, da je oče Bog. Ker oče vse ve, oče vse zna, tako ko reče oče, tako je. Da, oče vse zrihta, ne. Oče najmočnejši. Ne, Veste, doma hecamo, nekdo vse zrihta, oči. Ja, ne. In oči, ne, in to je v bistvu, če gledamo, so lastnosti, kakor ima Bog, ne. Vse zrihta, ne. In tle pa največkrat žene vplivajo, da otrok zgubi Boga, ne, ker tega očeta kastrira, ne, in prav ti si nesposoben svojemu možu pred otrokom, ne. Zato je pomembno, da tudi žena pred otrokom spoštuje moža, očeta, ne. In tukaj, če gremo naprej, potlej doživi frustracijo s puberteto, da gotovi, da oče ni Bog, ne, ker se zmoti in ga mami napizdi, ker je nekaj narobe naredil, se pravi, da oče ne more biti Bog, ne. Potem pride pa otrok v fazo, ki misli, da je pa on Bog. In tu imamo, ne, mladostnike, pubertetnike, oni vse vejo, oni vse znajo, ti nimaš pojma, ti ne veš, kako je, jaz vem, ne, ukvarjajo se s svojimi čustmi, sem pomembno, je, kaj se dogaja, meni pomemben sem jaz, ti nisi pomemben in kakšna krivica se mi zgodila, kako drugi ne vidijo, kako sem jaz pomemben, pa kaj jaz čutim, se pravi, se postavi na mesto Boga, na ta pedestal, ne. In zato tudi zgubi na nek način vero, ne, ker je rata zavarovan sam vase. In potem šele pred 20 ali 100 generacijo se je premaknilo, celo do 30. leta pride pa druga frustracija, ko ugotovi, da niti jaz nisem Bog. Zdaj pa pride tista zrela vera, ko se začnem delati z zaupanjem. Zato so pomembne frustracije, ko si rekel, ne, trpljenje, krivda, smrt. Ravno to me vabi,
da ugotovim, ne, ker nisem kos. Zakaj se izlomim? Ker nisem kos nalogam. Ne, in biti Bog pomeni, da sem kos vsemu. Izlomim se takrat. To so vrsta rečenica, vsemu bom kos. Ja, ne? Ampak nisem vsemu kos. Ne? In zato tudi nisem Bog. Zato pa zaupam, da nekdo ve, kaj je najbolje zame. In mu predajam in mu zaupam. Tako da je na tak način ta poteka, ne? Ker ne gre drugače. Rabimo, so frustracije so prehude, no? Večkrat. Ne? Zato se zmeri tudi jaz v terapijah, ker je tudi v logoterapiji imamo ta pojem duhovnega. Pri takih, pri iskalcih ali pa tisti, ki ne dajo Bogu ime Bog, ne, rečemo transcendentno, rečemo nekaj, kar me presega. Ne. Ker na vse zadnje smo ljudje v 3 fazah. Ne. Prva faza je tudi Zorgen Kierkegaard, en danski eksistencialni filozof, teolog, razlagal. Prva faza je faza estetična raven, kjer se ukvarjam samim seboj. Kako izgledam, kakšnem avtu se vozim, kaj jem, kako me drugi vidijo, kakšen status imam v družbi, kakšno hišo imam in gledam, iščem ta socialni aplavz, ali me drugi prepoznajo in izkoriščam druge, da je meni dobro in tako naprej. In to je ta estetična raven. In iz te ravni gremo pa v drugo raven, je etična raven. Ne? Zmeraj med vsako ravnjo je pa frustracija. Ne? V glavnem iz te estetične ravni, ko se ukvarjam samim seboj, doživim, da se ne morem zadovoljiti. Bolj se zadovoljujem, manj sem zadovoljen. Bolj iščem tiste potrditve, manj jih imam. Ne, to je tako kot riba, ko sreča, bolj jo lovim, bolj mi iz rok uide. In potem doživim frustracijo in potem rečem, da nekaj moram spremeniti. In potem se to velikokrat zgodi po naravnem procesu, da imam družino, da imam otroka. In ta otrok mene sil, da se samo presegam, da pozabim na sebe, da pozabim na svoje udobje, ugodje, na svoje restauracije, na rekovajih, na svoj dober avto, ampak se prilagodim njemu. Avto ni več športen, ampak je tak, da je, da je zanimiv za karkoli je, ne? Ni več pomemben, ni več pomemben moj tenis, pomemben je pač, da smo skupaj. In tu se zgodi, bi rekel, zdrava pot samo pozabe. In gledam, ne gledam na nas, ampak gledam na drugega, se samo presegam. Ne? Sploh mame imajo tle naredijo, bi rekel, največji. Ne? Imamo iz tiste ženske, ki se sem liči, pa gleda, kakšna je, pa da je popolna, pa nohtki pa gor dol, do tiste, ki pozabi na vse to, ampak se gleda, bi rekel, da je otrok v redu. Ne? Zato je pomemben ta korak. Potem pa tretji korak pa pride vsem tem, ko se pa jaz razdajam samo za druge. Ali žena za moža, ali mož za ženo, in za otroke, in za gasilsko društvo, in za ne karkoli, se pa zgodi, da zgubim svojo avtentičnost, kdo sem jaz, zgubim sebe. Zato je pa spet bride ta spet frustracija, ne, spet trpljenje, krivda, smrt, ne, ali je križ, ali je išjes, ali ne vem karkoli je, ali so težave s koži, pa spet ta, da moram narediti spet ta premik. Naredim pa premik na to duhovno raven, ki pa naredim povezavo z tem, kar me presega. Se pravi odnos, ne, če samo v začetku samo odnos s samim seboj v zunanjem, pa samo odnos z drugimi in tukaj sedi odnos s tretjim, ki me presega, med mano in tretjim, ki me presega. In tu je ta polje duhovnega, da se zavem, da me nekaj presega in da bom obvarovan in da bo vse smiselno in da lahko zaupam. Ne? Ker kaj je, ne? Mi zmeraj gledamo teh zgodbe uspešnih, kaj je bilo, predali so se neki smiselni nalogi in so zaupali, da bo šlo vse prav. In tu je ta vera, ne? Da vem, da bo. Ne? In jaz tudi kot svetopismo, smo imeli obdobje, ko sem bral sinu svetopismo in tam je tudi zmeraj so te zgodbe. Ne. Je bil, ne vem, Daniel, ki so ga obsodili in so ga dali v ječo z levi in levi ga niso pojedli, ne. Ampak so se bili slučajno, ne vem, niso bili razpoloženi, tam jim je peval, je molil in so se pomirili ob tistem in ga niso pojedli. Ne. Potem, ne vem, izraelsko ljudstvo, ki so šli iz egiptovske sužnosti, so glih prišli do morja in to morje piše šlo na raz in oni so šli čez in ko so prišli drugi, jih je pol to morje zalilo in rečete, kakšna pravljica, ne. Ampak dejstvo je res, ne, kaj je bilo. Oni so v točno določenem času prišli na točno določeno mesto, kjer ko je izredna oseka in piha veter iz severa, izsuši tisto območje toliko do te ravni, da grem jaz lahko čez. In pol, ko veter popusti, je spet tako rata močvernato in ko pride plima, je spet, da vse morje pač ni več zmožen prehod.
Ne? In to je ta dinamika, ne? Se pravi, da se naključi in to je to zaupanje, da bomo v točno določenem času, na točno določenem mestu, ko je zame pomembno. Ne? Ker kaj gledamo enim? Enim se nikakor ne poklop, enim se pa kar poklapla. Se pravi, da nekdo dela nekaj prav, nekdo dela pa nekaj narobe, očitno. Ne? In tudi tukaj je ravno rojen pod srečno zvezdo, en pa ni. Tako, ne? In tukaj je rekel zaupanje, da bo zame v pravem času se prave stvari zgodile, ne da je bom izsiljeval. Predstavljamo si darilo, da ga izsilim, točno tisto darilo, še prej, kukor imam rojstni dan. Tisto darilo ima nobene vrednosti. Kuk je pa, da dobim nekaj, kar ne vem, kaj je, ob tistem pravem času. Ne? Tako da tukaj mi probamo večkrat nekaj izsiljevati, ne? Sedeti na mesto Boga. Ne? Zato je prva zapoved, ne, v krščanstvu je veruj v enega Boga, se pravi, da ga mu dam svoje mesto, jaz se pa podredim. Ne. In 4. zapoved pravi, ne, spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. In to je edina zapoved, ki nekaj obljublja. Če boš spoštoval očeta in mamo, boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. Ne. Tudi spoštovanje tudi Boga, ne, nekaj, kar me presega. Zato povabim, rekel, na svoj oder igre. Nisem sam jaz, nimam monodrame, ampak povabim tudi druge, se pravi, da vidim tudi druge in pa povabim Boga. Tudi tukaj je ta lepota. Ne? Tako da vera ima smisel. Ne? Jaz pravim, zame je imelo rešilno bilko mi je dala vera. Ne? Kdo bi bil, če ne bi imel vere? Ne vem, jaz sem se ukvarjal, takrat, ko nisem imel vere, sem delal bedarije. Jaz sem se ukvarjal s podjetništvom, s politiko, hotel sem biti nesramno bogat in želel sem si biti nesramno vpliven. Ne. Tu sem bil jaz, ko nisem imel vere. Ne. Samo zadovoljeval sem se, iskal sem sebe, kako bi sebe čim bolj uresničil. Ne. Zato je rekel, ravno ta pot samo uresničitve je pot osame. S tem, ko spostavim sebe, ne, to isto, kot da je, bi rekel, ob plaži, če gledamo, je polno ljudi, če greš na neke vrhove, so zelo osamljeni. Ne. Zato bi rekel, biti lepo v skupnosti, biti lepo z drugimi. Zato zmeraj prav, ne, bolno oko vidi sebe, zdravo vidi drugega. Ne. Pomemben je ta odnos. Odnos, ker v odnosu se učim, ne, tudi spet, če se vrnemo, ne, jaz upam, da to ne poslušajo otroci, ne poslušajo. No, vem. Ne veš, ne veva. Ja, ne veva. Pa moram biti upam, pazljiv. da kakšni mladi najstniki, ja, da bi malo zamenjali. Sam verjetno ne, ker nisva dosti popularna, ne delava dosti. Ne še. Fint, ne še. Ja. Ne še. Tako mi je rekel eden, je rekel ne še. Ja, mislim, ampak se po eni strani strinjam, mislim, da se počasi tudi nekaj menja, obrača, ki imajo vedno več takih vprašanj. Ja, kaj bi jaz tukaj povedal? Ne? Zanimivost je, naprimer, če se vzamemo spolni akt. Če jaz grem v spolnost, v ljubljenje, v daritev, s tem namenom, da meni pride, bo to beden seks. Ne? Bedno ljubljenje. Ne? Če pa jaz grem s tem, da zadovoljim njo, to pa nekaj lepega, ne? Ker to je daritev. Ja. Če samo zadovoljujem. Ne? In tudi največkrat je, ne, tudi težave, naprimer spolne težave, nevroze, katere izhajajo, se pravi frigidnost ali pa da ni erekcije, ne, se ravno s tem, ne, ko hočem, da se mi zgodi, se mi ne bo zgodila. In tudi, če hočem biti najboljši, ne bom najboljši. Če hočem pa delati nekaj zaradi samega sebe, se pa zgodi. Ne. Zakaj? Zato, ker smisel je daritev. Res. Smisel ni igre gol nogometa. Je v naših očeh, ampak smisel je igra. Ne? Zaradi igre same, ne zaradi občutkov, ki jih bom doživljal ob igri. Ne? In če hočem jaz delati stvari zato, da bom bogat, ne bom nikoli bogat. In če hočem biti dober starš zato, da bom pohvaljen, da bom dober starš, ne bom dober starš. Ne? Zato, ker ne bom avtentičen, ker ne bom jaz. Jaz bom neka kopija, bedna kopija sebe. Kaj te je Izak do zdaj naučil? Mislim, oziroma naučil, sej ni te glih učil, nekaj mi mislimo vedno, ker rečeš naučil, je tako, kot učitelj v šoli, zdaj te bom naučil neko formulo. Ampak kaj je on tasga do zdaj naredil, kjer si ti pol videl, tlele moram pa malo nekaj pač spremeniti, transformirati, preobraziti pri sebi, svoj pristop zamenjati do življenja. Predvsem me uči to, da me spet ponavlja to moje vojaško znanje, ko je iste ponovitveno.
Če hočem rezultat, moram skozi delati iste ponovitve. Zakaj? Zato, ker takrat, da je kriza, da sem varen, da se bo same ponovitve, da se bodo zgodile. Ne? Kakšen primer? Ne vem, ravno to, ne, da sem videl, da me ceni bolj, če ga kaznujem, pa če sem strog, pa če zahtevam isti red. Da se v meni počutim veliko bolj varenega. Kakšen odnos imaš pa zdaj, ki si tako rekel in hvala, ki tako deliš? Veš, kaj pravijo, otroke ne smeš kaznovati, posledice, veš, te pristopi, ki tudi obstajajo. Kar so zame spet tako, po eni strani, glih sem na Individuum podcastu sem bil, pa sta imela kakor vprašanje avtoritarno, autokratsko, permisivno vzgojene, kakšna je najboljša. Moje mnenje je, tu so bučke za strokovnjake. Mi ljudje, običajen šok se ne pogovarjajo o tem. Jaz nisem nikoli oče slišal, jaz pa avtokratsko vodim družino, totalitarno, ne, pač. Je bolj tako, da moramo uskladiti vrednote partnerja, ne, in pa znotraj teh vrednot držati to mejo, da se ne prebija. Ne. Učemo ta moralni standard, kakorkoli bi temu rekel. Kako ti vidiš to, ali pa če te je že kdo izval, ja, ti pa kaznuješ svojega otroka, to pa ni primerno v teh časih. Seveda, mislim, jaz ga kaznujem, nikoli fizično, ne, fizično je 0-0, ampak vzemam kisikovo bombo, ko pravi Kristovič, ne. Kisikova bomba je risanka, kisikova bomba so prepoved igrač, kateri karkoli je, ali pa ne karkoli je. Se pravi, ne vem, če smo na neki zabavi, rojstnodnevni, to je bilo prva, vem, da sem pozabil, prva kazen, ki je bila, se ni v redu obnašal, ni delil, kako je bilo, nekaj je bilo, da se točno spomnim, ampak jaz sem ga pograbil in sva šla domov, ne. Žena je vstala, mi da sva pa šla. Ne mora biti kazen, pač mora imeti dejanje, mora imeti posledice. Ne mora biti, da je vse eno, da je čisto vse eno, pa ni vse eno, ne mora biti, ne. In tukaj bi se strinjal, jaz se tle zelo strinjam, ne, zdaj ali sem starokopiten, ali sem smotan, ali karkoli mi je vseeno, ne, ampak zavestno v ugodino bi se tle strinjal, ne. Ona pravi, imamo itak težave danes v današnji družbi, da smo kastrirali očete, ne. Žene ima paradoks, žen, mater je to, da noče imeti kastrata, v bistvu pa, ampak obenem pa kastrira očeta, ne. Ker oče je tista avtoriteta in mora biti avtoriteta, ki pokaže, ki kaznuje. Zakaj kaznuje? Očetova naloga je kaj? Da frustrira otroka. Ne? Sli se grozno, da rekli, pa kaj s tem človekom, kaj te bedarija govori. Ja, dejstvo je, ne? Frustrira ga zato, da je sprejemljiv za svet. Drugače ni sprejemljiv za svet. Ne? Mi se dajmo si predstavljati si vrt, prej so spet v vrtu, evo so spet pri vrtu. Kakšen vrt je, če ga jaz pustim, da on najde svoj smisel, svoj bit in da se razvije v polnosti, kakor se sam želi. Ja, plevel bo vse posodno. Nikako vrt. Za nikamor. Za nikamor ni to vrt. Ne. Tako da tukaj, ne, otrok mora imeti očeta, če ima to možnost, da je prisoten, očeta, ki ga kaznuje, to je naloga očeta, ne. Naloga mame je, da otroka ljubi brezpogojno do konca, ni važno, kaj otrok dela. Naloga očeta je, da poljubi pogojno, če dela vse proti, imam rad, da reči, da nimam rad. Ne. In ravno zaradi tega se počuti varenega, ne, zato ker ve otrok, ne, sin tu me je naučil Pariza, ker smo rekli in se videl to tudi testiral, da je, ker sem ga kaznoval, ker sem mu postavil meje, se v meni počuti varenega. Gre, kadar ga je strah men, gre karkoli je in tudi ko ga kaznujem, da prvo se joko se še v mamici zarival in prav je, da bi pri mamici to lažbo, razen ne sme mamica v pričo otroka reči, tu pa preveč strogo šel, ne, tega ne sme, ne. Ker najhujše pravijo, ko mamica pa otrok skleneta pakt, takrat je konc, takrat je razpad sistema, to je dejstvo. Da. Tako da, potlej pa prišel, ko se je pomeril, ki je dal tisto fazo frustracije mim, je pa prišel k meni, pa se me je stiskal ko zmešan. Ne. In se mi na nek način zahvalil, ne, ker jaz meni, otrok, mi moramo se zavedati, ne, otrok je manipulator, je egoist v teh fazih odraščanja, on skrbi sam zase. Najbolj sebično bitje, kar obstaja. Ja, ampak on najbolj ljubeznivo, tako, ne. Da ne delava neke krivice, ne. Ampak je res sebično. Vem, ne, ampak tle je tako, ko pravijo, ne, zdaj se bom tako bolj beden primer, ampak sem, da si malo predstavljamo, ne, tako kukuška. Pravijo, ali je kot človek, sem kar ne govori, ne, ali je skozi zraven mene, vse dela zraven mene, ne, seveda, ki čaka hrano, ne. Zagotovo, ne, in to imamo tudi, ne, imamo ide, ego, super ego po Freudu, ne, in ta ego je ravno to, ne, jaz delam vse, ne, zakaj ugrizem, zato, ker me boli otroka, ne, on ni sposoben reči, ok, vse me boli, ampak bom že potrpel, bom že počakal, bom sem pol, ko bo primeren čas na primeren kraj.
gor dal. Ne. Meni je no, v glavnem, in tu hočem reči, te pač manipulirajo, ne, in tu se moram zavedati, ne, se me ima rad, ne, zagotovo me ima rad, ne, koga bo imel rad, če ne mene, ne, se manipulira pa zato, ker išče stalno ugodje, ne, ker to je po Freudu, ne, kaj je, bi rekel, največje ugodje obdobje, ki ga poznamo, je orgazem in erekcija, ne. Večjega ugodja ni, se pravi, najbolj koncentrirano, najmočnejše, ne, je to. Potem pa, če mi gledamo, je pa vse približek temu, ne, in vsi hrepenimo, bi rekel, hrepenimo po tem ugodju, ne, in na vsako ceno, za vsak način iščemo ugodje, se pravi, ali novo igračo, ali cukor, kaj pa je cukor? Je cukor spet ugodje, ne, vzroče, ne, karkoli je, ne, in za vsak način sladkor in se joka ob tla in se trma in se razbija, karkoli je, cukor hrepeni po tem ugodju, ne, jaz ga moram pa navaditi, ga naučiti, da presega, ne, da se bo posnel čez leti presega, da bo gledal, kaj je smiselno, ne, kaj je ugodno, ne. Tako, ko pri Romih vidim, ne, je bilo, niso otroke pošiljali v vrtec ali pa v šolo, pa sem rekel, zakaj ga niste poslali v šolo? Ja, je rekel, da bi bil rajš doma. Jaz sem rekel, absolutno, ne, jaz sem rekel, če vprašam mojega sina, ko je bolan, on ne bi antibiotika jedel, on bi cukre jedel, pa risen, ki bi se zgledal. Mislim, ampak če jaz njega poslušam, kaj si on želi, to je za njega najslabše možno. In moja naloga je, ne, mi moramo vedeti, da se možgani razvijajo do 28 leta. Zakaj je otrok do 18 leta mladoleten in ni sposoben sam? Zato, ker ne zna dobre odločitve sprejemati. Zato je to moja naloga. Ne? Moja naloga ni, da ga razvajam, ne? To vemo, to je naloga babic. Ne? Moja naloga je, da ga učim, da ga pripravljam za življenje, da bo zmogel frustracije preseči. Tako kot jaz pravim, ko učim, bi rekel, starše teh mladostnikov znotraj, bi rekel, za cerkev vernih, ne, zmeraj pravim, ne, fora, ne, vzgoje, zakaj vzgajamo otroka v veri? Zato, da bo zmogel prenesti svoj križov pot. Vsak od nas je imel in ga ima križov pot, se pravi, da smo pljuvani, zasramovani, prebičani, izdani in križani. Zdaj pa razlika, ali bomo uspeli to prenesti ali ne. Zakaj otroka vzgajam? Ja, zaradi tega, da bo znal prenesti, da bo iz njega nastalo nekaj čudovitega, da bo luč drugim, da bo tak način, kot si prej rekel. To je moja popotnica temu svetu, da bom ustvaril, da bo tudi on lahko delil naprej, pomnožil nekaj lepega. Ne? Ja. Glih primer imel, ena mami piše, potonili smo, mali noče iti v šolo, pretvarja se, da je bolan, očeta že itek sovraž, zdaj še mene, rekel mi je, da sem kurba, ignorira me, ne. Če že imel kakšen tak primer? Ja, mene večkrat kličejo starši, ne, kličejo, da bi radi pripeljali otroke, jaz pa zmeraj rečem isto in zmeraj se izkaže, da je prav tako, te prvo pridite vi. Jaz otrok ne vzemam skoli nikoli, zmeraj pravim, da spet nalagamo preveč za otroke, če se otrokem damo, pač starši morajo biti urejeni, urediti se morajo starši. Otrok je lakmusov papir starša, ne, sploh prvi otrok se največkrat pokaže, je lakmusov papir očeta, drugi otrok mame in tako naprej, ne, tretji otrok dinamika v družini, katera je, in treba je urediti, ne, sem tole mi razložil, lakmusov papir pomeni ogledalo, se pravi, da kaže, mimika. kakršna je dinamika mame, oziroma kakor mama deluje, tak je otrok. Če mama razvalina, je otrok razvalina. Ne? Urša, poslušaš? Ja. Ne, čeprav je prvi otrok, je po tebi. Ja, je, prvi je pomen, ta drugi je pa bolje. Ja. Tako da to, ne, tako da tukaj karkoli je, ne, mislim, tak je bil čičovski primer, gospa je klicala, da je punca 8. razred, 9. razred, da želi narediti samomor, če bi lahko prepeljala, se rekel, ker pridite vi. Je prav, ja vem, ampak se nočem mi samomor delati, se ga hoče ona, se rekel vseeno, ne, pridite vi, ne. Smo se pogovarjali, ne, in je pa rekla, ja, zato, ker neki sošolko nima nek dober odnos, ne. In pa, ko sva šla s to mamo, si vzela čas, se z njo ukvarjala, sva ugotovila, da ona ima v bistvu že mrtev odnos s svojim možem, ne. Ko je ona moža postavila na dejstvo, se je hčerka uredila v sekundi, ne. Da imamo zmeraj, ne, če se jaz uredim, se bo tudi otrok v redu. Ne more biti drugače. Najbolj temeljen odnos je mama, otrok, oče, otrok. Bolj temeljenega odnosa ni. To so najmočnejši odnosi, kar jih obstaja, kar jih spoznamo, kar jih imamo. Globlji ne gre. In zato so to tako povezani, gledajte, če vidimo, ne, se so s popkovino mamo pa otrok povezana. Z dojko. Eno. Mi smo eno. Ne? Zato je, bi rekel, do 15, do 18 leta, pa celo tudi kje dlje, ker zdaj imamo to Z generacija, se je to otroška doba povečala do 25 leta. Ne? Je treba, če otrok ni v redu, treba urediti starše. Ne? Ampak lažje pa je otroka spremeniti.
To je pa sigurno, je lažje je pripeljati otroke in reči, uredite ga. Plačamo, kolikor je treba. Sploh ni nobenih težav z denarjem, da ne bo pomote. Samo štimajte ga. Seko, ne, vi pridite. Ne, kolikor je treba, dajte vi njega poštimati. In kolikor je takole, ko rečem, če pa je tudi en oče, tak velepodjetnik klical, je rekel, cena ni vprašanje. Jaz ga pripeljem, pa zrihtite ga. Rekel, gospod, vi pridite, prav, niste me razumeli, cena ni vprašanje. Rekel, gospod, mislim, da vi mene niste razumeli. Vi pridite, ženo pridite. To pa ne bo šlo, imamo pa urnike prepolne. Rekel, zato pa je tako, hvala lepa. In pol? Ni več klical, niti ni prišel. Ne? Mi bi popravljali druge. Mi smo sposobni, enkrat sem nekaj slišal prav, lažje je postati v jogi po meditaciji, pa vsem tem, kakor pa spregovoriti svojo ženo. Ja. To je najtežje. Mi bi vse drugo naredili, mi bi vse druge spremenili. K sebi je najtežje spremeniti. Ne? Ampak jaz lahko tebe spremenim. Ja, težko, lahko ni šans. Če jaz nočem. Če pa jaz sem odprt, pa boš mogoče ti nekaj rekel, kar bom jaz vzel, ampak spremembo delam jaz, ne ti. Jaz še sebe težko spremenim, kva šele tebe, da bom. Res je tako. Zato je tukaj, zmeraj preko starši, to je kot tista klasika, veš, ko pride ta žena pa mož na srečanje, pa pravim, kaj je težava, prav žena, on pije. Pa vprašam njega, gospod, kakšno težavo imate, pa vi prav. Jaz nimam težav, se neko pa vi lahko greste, ne. Veš, mora tiska ima težave, ne tiska jih nima. Ne? Ja, dobro, veš, mene pa pol gledam iz tlene, kar si ti zdaj rekel. Tako, vem, da moramo kmalu zaključiti, ker moraš iti, tako je. Pač, Smiselna naloga naprej. Smiselna naloga naprej. Mi smisel, ne? Imava še slabih 15 minut, da smiselno zaključiva ta pogovor. In bi šel v eno raziskovanje, ne? Se pravi, jaz delam z najstniki. Se pravi, jaz sem ta, ker starš kliče, pa reče, plače, kakor hočeš. Tako da jih pošel name, ni panike. Ne? Ker imam pa en drug pristop tle. Pač rečemo, ok, ti zdaj recimo si rekel gospodu, pridite oči mami, ne, nismo več klicali. In najverjetneje bo zdaj pri njih še tako naprej. V mojemu svetu pa to na nek način ni sprejemljivo, če gledam iz druge poteze. Gledam iz poteze, da ok, so generacije, ki smo bili, so bili vzgajani tako, ker smo pač bili. In imamo neko videnje, smo te konji s temi plašnicami, ne? In ta gospod, kakorkoli, če ga tle vzamemo za primer, je bil naučen, ko imaš težavo, plače, pa težave ne bo več. Ne? Če lahko. Bog ne dej, da se pa ti spremeniš. Če se ti spremeniš, to je znak šibkosti, tu si pusi, tu je, razumeš, ne gre. Ne boš ti zdaj moški hodil drugemu moškemu povedati, če ni zraven liter nečesa. Pa še takrat bova govorila, kako z nama drugi delajo težave. Medva sva perfektna. Se pravi, in zakaj jaz delam z mladimi, je pa glih zato, ki se mi zdi, da prvič po mojih opažanjih so rojeni z drugačnim, ne vem, ko bi rekel, procesor je nadgradnja našega procesora. In se mi zdi, in jaz jim rečem, pa žal je tako, da moja generacija, pa malo starejši, mlajši od mene, te, ki imamo zdaj otroke, če mi kdo zameril, kar bom zdaj povedal, naj mi, ne vzeti osebno, smo pač zjebani. Mi pač ne vemo, kaj je odgovornost. Ne vemo, da se začne tle in ko tle spremeniš, se spremeni okolica. Nismo bili tega naučeni. In zdaj eni se tega hočejo naučiti, pa pridejo do tebe. Jaz pa gledam tako, da ne bi pa zdaj glih pustil, pa čakal, da zdaj odrasli delajo, da ima otroke opolnomočiti. In jim pač reči, vi ste nažalost ta generacija, ki mora se začeti obnašati bolj odraslo, kakor se trenutne odrasle generacije obnašajo, ker če ne, se nam nič dobrega ne piše kot družbi. Ker te, ki hodijo zdaj v osnovno srednjo šolo, bo enkrat vodili državo. Zdaj trenutno vodijo državo 4-letni otroci, ujeti v odraslih telesih. Kar pač vidimo, kam zadeva pele. Se pravi, treba vzgojiti generacije, ki bojo operirale kot vsaj 15-letniki ali pa, če ne 20-30-letniki, da imamo neko šanso kot družba. Tako je zdaj moja percepcija, perspektiva. Zakaj jaz ne zavračam, pa bi tudi mogel nekje reči, pa vi pridite. Mogoče ta primer, ki sem ga povedal, je ta, ko otrok noče, dobro, mama, pridite vi, dajmo najprej medva pogledati, kaj se pri vas dogaja,
pa bomo pol videli, ko se bo pri vas kaj spremenilo, če bo otrok tudi bil pripravljen pol bolj slišati, ali pa če bo sploh še potreba po temu. Tako, ne, tu, ker sem zdaj povedal, ko ti vidiš, dojemaš. Jaz pravim, da super, ne, s tem, kar delaš, tudi tak tvoj pristop, ne, šle zmeraj iskati sebe, ne, znotraj tega, ne. Jaz le, da iščem, ne, ker se pravim, kdo je odgovoren za otroke, so starši, do 18 leta, ne. Tako da tukaj brez milosti, ne, z mojega vidika, ampak to je moje, ne, to je ta avtentičnost, ko govoriva. Če bom jaz ti, bom jaz neka bedna kopija. Ja, se strinjam. Logoterapevtsko pa je prevzemanje odgovornosti, ne. In tukaj se absolutno, ne, aplicira na starše, ne. Z mojega vidika. Ne. Sej več ljudi je že bilo, ki reče pač, ko se oče pa mami poštimata, se tudi otroci poštima. Ja, temeljno vzgoje je, da ima oči rad mamico, mamica rada oči. In to je osnovna filozofija vse vzgoje, ne. In da se ne ukvarjava z otrokom, se ukvarjava z drugim. Ker lažje se ukvarjati z otrokom, kot z drugim. Ja. Lažje. Sva doskrat prekinila, ko imava date night, ne, pa pride hitro debata, kakšen je taj, Max, ne, prečem, ne, ali pa ona reče, ne, zdaj čas za naju dva, pač, tu morava medva, ne, bova že predebatirala njih, ne. Ker če ne je skozi fokus tam, ne, ga pozabiš tle, in ga tle pozabiš, je... Se mi težko, ne, absolutno v našem svetu, ne vem, jaz to razumem, ne. Imeti kvaliteten odnos s partnerjem, prvič je motivca in kup, drugič imamo, saj vidim pri drugih, no, imam s tem težav s telefonom, socialnimi omrežji, tukaj enih dražljajo, tukaj je možnih enih komunikacija, ne, zdaj nimamo več varanje, bi rekel, v spolnosti, v tem, da skočim čez plot, ampak v bistvu spletno varanje, ne, v bistvu koliko je teh enih komunikacij, pa gledanje teh žensk, vse skupaj. Tako da je, bi rekel, je biti izziv, danes imeti urejen odnos je po mojem zgodovinsko najtežji izziv, kadarkoli v preteklosti sta se mogla žena pa mož ukvarjati s preživetjem. Da sta preživela družino. Se pravi, po vojni, da je bilo konec vojne, potlej pred vojno, da je ker bila lakota, med vojno preživeti, po vojni urediti si domove, potlej pa spet urediti si službo in tako naprej. In te vštimati ni bilo zmeraj zgodovinsko, je bilo v neki napetosti, ne. Zato govorim, da družina rab neko stalno napetost. Zato se sama povzroči smrt bližnjega, karkoli družina rab to. Drugače, ne? Pri nas, da je rak mami, pa je... Vi ga rabite, prosti? Ja, rabimo ga, jaz se strinjam. Ne? Jaz sem mami prvo rekel, mami, lej, tu je tvoje, tle noter. In naše. In naše, ja, ampak ko smo se pogovarjali, kaj bi lahko bilo, sem rekel, mami, lej, ti si hotela biti hotela je graditi, ona je hotela iti na gradbeno, pa ni šla. Pa ona ful uživa v šivanju. Pa ni šivala že ne vem koliko let. Pa ima šivalne stroje profesionalne, 3, 4 ima, pač tam pa reče, ja, tu bom en dan, ne. En dan pa bom, ne. Ko bo čas za to, ne. In sem rekel, lej, ti, sej super, da imaš firmo, ne. Jaz sem ji tudi že rekel, ti zato, ker imaš firmo, si ratala, ti nisi ženstvena ženska, ti si trda ženska. Njo, ki objameš je, da bi drevo objel, tu je trdo. Ker mora biti, da prenese vse te, prvič konkurenca, 30 zaposlenih, kako, tu pač ne moreš biti ta skusam ljubeč sprošena. Mislim, oziroma bi mogla imeti res miselnost na višjih, pa še tu ne verjamem, da bi se dalo čist, ker pač so te krči, so te napetosti pridejo. Ker če moškega objameš, pa je trti tako dobro, sem objel moža, si objel neko, če pa objameš trdo žensko, si pa tako... Stanimo, kaj pa vem, pač to ni glih ugodno že po fiziki, tako da rabimo ga in tudi Urša doživlja tle izzive, kako pa bomo, si želiva še 2 otroka, ja pa kako bomo, pa kdo mi bo pa pomagal, jaz ne morem vse sama, zdaj ima veliko tega, da ne mora vse sama, pač zanimivo in rečem, ja, lej, glih za to, se boš naučila, da you are the one, kdo pa bo, Kaj če jaz jutri umrem in ti ostaneš sama 2 z njima in moja mami tudi umre in ne vem, se slučajno zgodijo taki dogodki. Kdo bo, če ne ti? Sploh pa, če ne ženska, Zmeraj pravim, tole se rad vračam v zgodovino, Zgodovina je učiteljica, velika učiteljica. Če gledamo v naših krajih, tudi ta slovenski del, je bilo v času 2. svetovne vojne, so bili moški, ali pa 1. svetovne vojne, so bili moški na bojiščih, ali pa so bili od doma. In ženske, mame so same furale kmetije, peljale, bi rekel, te
grunde oziroma skrbele za vse skupaj in je šlo v redu čez. Pa imamo pa primer na Primorskem, ko so bile pa Aleksandrike, katere so šle pa one za trebuhom, za kruhom, zato da so preživele družine in so šle v Aleksandrijo, kjer so bile dojilje, kjer so bile varuške in tako naprej, hišne pomočnice, so pa doma ostala pogorišča, zapiti možje, propadle hiše in tako naprej. Ne. Tako da so zagotovo in zares dokazano so ženske nosilke družine. Ja, in njena naloga je, da moškega uredi, če ga pa ni sposobna urediti, da ga pa odslovi. Žal je tako, v veliki večini. Ne ste ki rekli, ja, gor dol, ampak pač jaz se strinjam s tem. Pač. Pravim, ženska so nosilke, že v osnovi je ona nosilka družine. V njej se zgodi. V njej se začne dogajati množina. Ne v meni. Ne? In meni pravim, da pametna ženska je tista, ki ve, da je vse v njenih rokah, modra ženska pa daje občutek moškemu, da je vse v njegovih rokah. Bravo. Je to zaključna? Ne. Še nekaj imava za zaključek, jaz zmeram. Ta škatla tle ni brez razloga, noter so vprašanja najstnikov. Ja. Tako da odprem. Sam dvigam pokrov, pa en listek malo premešaj noter, pač pa en listek potegnem. Ja, vprašanje je, kaj narediti, ko se z nekom ne razumeš. Tukaj bi odgovoril, da največ trpimo takrat, ko nekaj ni po moje. Temelj vsega trpljenja je, nekaj ni tako, kot sem si jaz zamislil, nekaj ni tako, kot sem jaz pričakoval, tako zaradi tega trpim. Ne? In zakaj se ne razumem z nekom? Zato, ker ne dela tako, kot bi jaz rad. Tukaj je najprej zmeraj, da se obrnemo k sebi, se pravi, jaz vem, da drugega smo rekli, ne morem spremeniti, še sebe težko spremenim. Je pa tukaj velika verjetnost, če bom do nekoga dober, da me on pa ne bo šamaril. Najverjetneje, skoraj zagotovo. Ne. Zato tudi Elizabeth Lucas, učenka Viktorja Frankla, govori v naprejšnji vložek. Tudi če se ne razumem, sem jaz lahko do nekoga kljub vsemu dober. Ne. Se pravi, da nisem pogojno dober. Če boš ti do mene, če boš ti mene ljubil, pa ti bom jaz dal to pa to. Da ne postavljam pogoja. Ampak da sem dober, ker to sem jaz. Ker mi vedno govorimo o sebi. Z vsakim dejanjem ne povemo tebi nič, povemo o sebi. Tudi če tebe udarim, nisem povedal tebi nič. Če tebi vzamem denarnico, nisem povedal tebi nič. Povedal sem o sebi, da sem tat. In tako naprej. In če se z nekom ne razumem, ne, pomeni ravno to, da spet kaj imamo? Razum. Ni razumno. On ni razumen, njegova vedenja do mene niso razumska. Zato moram ta pričakovanja po razumu, kaj se meni splača, kaj si jaz želim, kaj jaz pričakujem, spustiti in zaupati. Pač normalno je, da se z nekom ne razumemo. Tudi mi dva se ženami verjetno kdaj skregava in se ne razumeva, ker ni razumsko zame to, kar dela ona. Ja, normalno, da ni. To pa res ne gre, ne? Točno. In tukaj ravno to se, ne, kljub temu, da pač mi ni razumsko, ali sem biti sposoben do nje ljubezniv, ne. Ne mora, bi rekel, nekdo mene, ker pa sem jaz marioneta, ne. Če je on do mene smoten in sem jaz do njega smoten, pomeni, da sem jaz marioneta, pomeni, da nisem svobodno biti, da se odločim po svoje. Pomeni, da drugi vpliva name, ko sem jaz odločil. Ne, zato je ta presežek, ali sem sposoben biti kljub vsemu dober do nekoga, ki je do mene tu. Ker veriga zla se ne prekine s tem, da porazimo nasprotnika, ker bo še zmeraj sovražnik, tudi če ga porazimo, sem pomeni onemogočen sovražnik. Veriga zla se prekine s tem, da sovražnika naredim prijatelja. Tle moram pa jaz veliko delati. Res. In zadnja stvar, imaš ti kakšno vprašanje zame, karkoli, kar bi najin odnos dvignilo na naslednji nivo? Ja. O veri te bom vprašal. Svetopisno si rekel, sem ti ga dal, novo zavezo sem dal, ti glih novo, ki je išla z opombami. Kaj ti pa najbolj nagovorilo, no? Kaj me je najbolj nagovorilo? Zdaj ne zanima zmeri to, kaj človeka nagovori, bi rekel tudi tebi, ki nisi rastel v veri, kaj te je pritegnilo, kaj je tisto, ki bi rekel, da sem pa začel zdaj mogoče malo bolj razmišljati, kot pri 10 letih o veri. Kaj me je nagovorilo, da sem jo začel brati? Pa ne o veri. Kaj me je nagovorilo v znotraj tega? Ampak...
nagovorilo me je, da jaz rečem, tam zunaj je nekaj večjega od nas, ali rečemo temu vesolje, življenje z velikim žejem ali Bog, tu vsak lahko sebe definira. In me je zanimalo, pač, kaj je v temu in kako bom dojemal kot odrasel človek Biblijo, zgodbe noter. Vse sem ti podelil, ko sem začel brati, mi je bilo tako nelogično, da nisem mogel brati, prav kar odpor sem čutil. Sem mislil, ne bom bral. Potem sem enkrat rekel, pa dej, če si že začel, dej, nadaljuj še malo, pa da vidiš, saj ta prvi evangelij preber. Zdaj sem v drugem. In kar me nagovarja, je teh 6-7 zapovedi, ki jih je povedal, ne laži, ne kradi in tako naprej. Pa nagovarja me to, da kako je Jezus stal za tem, kar je stal, neomajno, je v tu zaupal, verjel in je pač sam plasiral to njegovo resnico brez razmišljanja o posledicah. Tako ni se bal posledic svoje resnice, svoje vere. Prav, da ni bil preračunljiv. Točno to, ni ga bilo strah, ni bil preračunljiv, ni bil taktičen, ampak je zaupal. In meni je tudi všeč tisti rek, ki je na križu, pa reče, ali je na križu, ali ki reče, oče odpusti jim, saj ne vedo, kaj počnejo. Ne vem, če to reče na križu. Tako si povedal, Ja, tam je pač toliko močna, ki je tako, pač, ko ti neki verjameš, najdeš nek svoj smisel, greš za njemu, je veliko enih bo križev pot doživljaš. Ampak v meni utrjuje vero v to, kar jaz počnem. To dobivam ven iz tega. Ne bi se pa definiral v nič, ker se nikoli nisem maral, ali sem zdaj vegan, vegetarijanski, en čas nisem jedel mesa, ali sem zdaj vernik, sem kristjanka, to karkoli. Se mi zdi to nesmiselno. Jaz sem jernej, ki pač išče in hoče postiti ta svet lepši, ki ga je najdel in išče načine, kako to narediti na čim bolj učinkovit način. In trenutno me ta stvar podpira. Super, hvala. Hvala, mi pa všeč to, Ravno to, se kaj me dela, A si vernik ali ne, jaz mislim, da si, veš, zakaj si vernik. Mislim, vernik, da veš, zakaj, zato, ker si mene naročil za en mesec naprej. Ne vem pač. Si me naročil, oziroma si se dogovoril z mano za en mesec naprej za tole snemanje. Se pravi, da imaš nenormalno vero, da veruješ, da boš še kar živel. Ja. Da pravim, da vsak... Nisem tako pogledal, hvala. Prav, da vsak, ki vzame kredit, je nenormalno veren. Ja, res je. Vsak, ki planira dopust, je veren. Ker to je čista vera. To, da sem jaz zbudil, pa to je čista vera. To je čista vera, da bo vse v redu. No, sej tle sem mislil, jaz mislim, da verni tako ali drugače smo vsi, v neki. Mogoče tle pa ali si religiozen, se pravi, ali prakticiraš po neki religiji, ali pa imaš neke svoje. Ampak mislim, da na koncu niti to bistveno. Bistveno je, kar si rekel prej. Ne, a se mi splača, ampak ali je to dobro za me. Tako, in za svet, in za drugega, Tako. In na tem mestu bi se ti zahvalil, da si prišel. Ura je, mislim, da je točno čez 11 minut, kot čez, in da ne boš pozval na naslednjo smiselno zadevo v tvojem življenju. Res hvala, da si prišel, hvala za pogovor. Hvala tebi in hvala vsem, ki ste si vzeli čas. Meni pravim, koliko je to pomenilo lepo, da si nekdo vzame čas, da ga podari, da oceni, da je vredno, da nama da čas. Tako da vsem poslušalcem, ki to poslušate, hvala. Hvala, čau.